Tako po mojem se vsega penisa bi se nekako mogli individualno lotevati. V bistvu veliko ljudi sploh ne ve, kaj je drag in kaj je razlika med drag queensi in trans ljudmi. Kaj so tvoji doma rekli, ko si postala drag queen? Ko sem pa rekla za drag, so bili pa vsi tako, Janez pač. Recimo, če bi jaz hotela biti dragica zdaj, ne, bi mogla imeti isto tako velike joške, pa tako velike lase, ali bi jaz lahko imela tudi čist mehne joške. Jaz smo si malo sem popravila. Joške si popravijo, da ti ven ne bojo pale. Ful moških ima ta problem, da jim med seksom težko pride. Klej tudi recimo spornič, Ka pa recimo bo imel težave, ka bo toliko porničev gledal in bo toliko že zasičen s tem. Ena sodelavka mi je kazala pač svoj pornič. Jaz! Si si kdaj želela biti punca? Prav tako, res, da si prav o tem razmišljala. Zapusta sem bil zmeri neka ženska oseba. Zdaj imam pa še eno vprašanje. Kam gre penis? Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara, itak da. Dobrodošli v podcastu, a lahko to ostane med nama? Danes imamo prav posebno gostjo, Jeno Dick. Živja! Živja! Drugače pa to podcast, v katerem bomo govorili o seksu, seks igračkah, o obrezanih penisih in o tem, kako seksati z različnimi velikostmi penisov. Skratka, o vsem, kar je tabu, pa ne bi smel biti. Ja, gledamo se pa vsak ponedeljek, zaradi tega, da ponedeljki ne bodo več bedni, pa ful so hvaležni, ker si z nama res vsak ponedeljk in ful nama pomeni, če lajkaš pa subscribeš, zaradi tega, da lahko še naprej ustvarjamo tako cool content s tako cool gosti. Še en disclaimer, preden nadaljujemo. Če te vsebine o spolnosti ne zanima ali pa si premlad za njih, ne poslušaj tega podcasta. Ok, prvo kot prvo, Jena, jaz sem ful vesela, da si se odzvala najnemu povabilu. Najprej eno vprašanje. Kako te naj naslavljamo? Ali zdaj, ko si Jena, si ona, ali si on, ali si ono, ali kako? Evo, jaz bi se tudi vama zahvalila, ful lepo za vabilo. Zdaj te pronouns so takole, jaz ponavadi, ko sem v moškem, ker rekel, v bistvu ni, se to bomo verjetno tudi pol se pogovarjali, ni v bistvu spolna identiteta, ampak je neka oblika performansa. Tako da jaz v bistvu, ko sem v moškem, moške zaimke uporabljam, ko sem pa v dragu, pa ženske zaimke. Tako da ja, ker zdaj, ko sem v ženi, tako da mogoče kar na žensko. Če bi se pa srečali izven žene, pa jaz čisto normalno uporabljam moške zaimke. Okay. In tebi je, ko nisi Jena, si pa Janez, ne? Tako slovensko ime. To je tako cute. Pač jaz, ko sem prvič slišala, da si drugače Janez, so kar tako dej nehi. A veš? Pač, tako najbolj slovensko ime, a veš, ko bi si mislil, tako to je en, pa brez zavere, en kmet tam. Tako, a iz ene veš. vasi. Se sama, veš, originalno sem še iz Gorenjske, tako da Janez iz Gorenjske. Ja, Ampak ful A paše veš? v ta arci kontekstu, da si v resnici Janez. A ne? Ful Ja. paše. A ne? Ja. Pa še oboje na ja, veš, Jena, Janez, a to je Saj namerno? Iz tega je v bistvu prišlo. A res? Ker Jena je v bistvu kar neka navezava, da malo na moje moško ime spominja. Dick je pa pač priimek, na neki sugerira, lahko je pa tudi čist enostavni, ne vem, britanski priimek oziroma kratica za ime Richard. Tako da je malo za hec, pa malo za res. Briljantno. No, drugače sem je to prvo vprašanje, kako si prišla do tega imena, tako da... Ste že povedala, Zdaj evo. bomo vedeli. Drugače so pa itak zmeri drag imena, tako morajo biti nekaj povedati, malo smešna mogoče, kakšna zajbancija, da v bistvu že iz imena nekako neki lahko neko identiteto dragice potegneš. Dragice. Tako da je to kar pomemben del oziroma pomemben proces draga, da si izbereš to se pravi neko svoje ime. Pa imaš že od začetka isto ime, si točno vedela, katerega hočeš in ti to. Jaz sem kar v bistvu že od začetka na temu, sem pa spremenila vmes, kako se napiše, ker sem kao malo bolj subtilna hotela biti, da bi bilo D-E-E-Q, a ne? Pa sem pa rekla, ma ne, bom Olin, D-I-C-K, to je to. As you should. Tako. Preden nadaljujemo na vprašanja za razbit led, icebreaker questions, še eno vprašanje. Jaz sem na Instagramu dala potem ljudem, da lahko vprašajo, če imajo kakšno vprašanje zate, in sem ugotovila, da v bistvu veliko ljudi sploh ne ve, kaj je drag in kaj je razlika med drag queensi in trans ljudmi in kako pa kaj to zdaj deluje, tako da bi še to razložila, da bojo ljudje, ki bojo gledali to, si znali predstavljati pač, kaj to sploh je, kaj si, kaj predstavljaš in tako naprej.
To se pravi, drag, tako kot sem že prej omenila, ni v bistvu spolna identiteta človeka, ampak gre za neko obliko performansa. To se pravi, jaz sem v realnem življenju, v zasebnem življenju moški, se identificiram kot moški. Drag je pa v bistvu za stage, za performance, ki se jaz pač oblečem. Veliko ljudi zamenjuje dejansko drag s trans osebami. Zdaj se so nekako povezane tudi mogoče te zadeve z tega vidika, da tudi trans osebe delajo drag, ampak pri trans osebah gre prav za identiteto, to se pravi, ti si moški, ki si se rodil v telesu ženske in si zato, da si uskladil, ali pa obratno, zato, da si uskladil to svojo spolno identiteto s svojim biološkim telesom, si zamenil spol. Pri dragu gre pa dejansko za ta performativni del. Ali lahko tudi ženska pol? Tudi v Sloveniji imamo dobre dragice, ki delajo prav drag queens, in tudi obstaja varianta drag king, ki je v bistvu pa ženska, biološka ženska, ki pa se v te moške, da, v moške. Je pa pol obratno. Tako. In to obstaja, in tudi imamo biološke ženske, ki delajo prav drag queens, ki so prav drag queens. Tako. In celo straight moške. Res? To so drag queens. V Sloveniji mislim, da tega sicer še nimamo, ampak v tujini pa je tudi to že. Tako da vsak se lahko ukvarja s dragom. So pa v manjšini, a ne straight moški. Večinoma so gej moški, pa trans osebe, so pa tudi ženske, pa straight moški, ampak straight moški mogoče najmanj zastopani tukaj, no. Zaenkrat. Zdaj mojega v Sloveniji, ki bo en straight moški, ki se bo s tem ukvarjal. Zdaj, ko vemo, kaj je razlika med drag queensi, kaj je razlika med trans osebami, to se pravi, zakaj pa sploh se nekdo odloči, da pa hoče se preoblačiti v žensko in nastopati kot ženska? Pač, kaj imaš ti od tega? Jaz lahko mogoče svojo izkušnjo povem, oziroma kako se meni zdi. Jaz sem recimo že cel življenje se je Janez ukvarjal tudi že, ne vem, z gledališčem, s petjem, s plesom, s filmom, z umetnostjo. Zmeraj je tudi Janez rad nastopal. In pol je enkrat Janez razmišljal, kaj je začel gledati ta resničnostni šov RuPaul's Drag Race, da mogoče bi pa to njemu pasal. Se mi zdi, da en tak dodaten layer doda, nek dodan layer samozavesti, tudi nek dodano vrednost nekmu nastopu. Pa meni je tudi fajn, ker lahko nekako ta ženski aspekt sebe izživim na ta način. Tako da mogoče to, neka samozavest, pa nek ta ženski aspekt. A si bolj samozavestna, ko si Jenna, kot ko si Janez? Ja, definitivno. Tudi ne vem, manj imam treme, lažje nastopam. Pa zdaj ne vem, a se mal skriješ tudi za tem, ali zato, ker igraš neko vlogo, ali zato, ker ti vse te zadeve, ne vem, te lasulje, vse te obleke, da ti dajo nek ta uno samozavest, žmoht, ki ga rabaš pol za take it to the stage. Zdaj imate v bistvu še tudi eno predstavo, tam nisi Jenna, ne? Zdaj imate neke vaje, si prej govorila. Bo tudi, tam bom sicer medicinska sestra Grizelda, ampak bo pa v bistvu Jenna igrala, ker bom pač v dragu. Boš tudi? Bom v dragu, ampak tudi recimo jaz tudi v gledališču nastopam, tudi v predstavah, kjer pa nisem v dragu. Kaj je tvoja služba? Mislim, ti imaš drugače tudi redno službo, ne? To je tvoj hobi v bistvu. Ja. Jaz se v službi nekaj ne govorim to, kaj mislim malo mogoče za zasebnost, ampak delam pa nekako v trženju, marketingu. Tako da to, ampak je to malo tako v bistvu bolj zasebna zadeva, mislim, nočem se recimo na ta način izpostavljati, tako da mi je včasih tudi dobro, da mi ta drag da mogoče malo te anonimnosti, ker nažalost smo vseeno v Sloveniji še v taki družbi, da včasih imaš lahko kakšne probleme zaradi tega. Žal. A te kdo drugače prepozna, ko nisi v dragu, pač, da te vidijo, pa so tako, Jenna. Dejansko, mislim, kakšni me odprej poznajo, se mi je pa tudi že zgodilo, da so dejansko me, recimo, čisto sem bil izven draga, da so me pač prepoznali kot Jenno. Sploh takrat, ko so bili talenti, ampak ni pa to tako, da bi se pogosto zgodili, bolj izjema kot pravilo. Ti pa še to? Da tako, da hodiš po ulici, da te ne ostavlja? V bistvu bom tako rekla, meni bi bilo itak idealno, da bi v takem nekemu idealnem svetu živel, ka mi zaradi tega ne bi bilo treba biti bed ali pa neki, ampak žal še zmeraj živimo v taki družbi, ka se pravi, imaš zaradi tega lahko pol recimo na delovnem mestu ali pa kje druge probleme, zato mi mogoče malo paše ta anonimnost na ta način, ampak če bi pa živel v idealnem svetu, pa pač bi mi bilo pa v bistvu vseeno, bi pa tako.
A pa v službi vejo, da se z regom ukvarjaš? Vejo, Sodelavci? določeni sodelavci vejo, ja, Ne pa vsi. določeni pa ne. Ja. Ja. To je pa ja. Ej, čakaj, ampak sorry, jaz moram kar uskočiti tle Kar. zdaj. Ampak oni bojo tebe zdaj videli, tako tlele recimo. Ja. Ja, in kaj? In ne bojo Oni vedeli, da si bojo to ti. vedeli, da si to ti. Mislim, tisti, ki bojo gledali, bojo verjetno vedeli. Se pravi, oni ljudje, ki me poznajo, pač vejo. Te, ki pa pač Okej. me ne, mislim, toliko, ali pa me ne poznajo tako dobro, pa pol recimo, ali dvakrat pogledajo, ali pa pač sploh ne pogruntajo. Ne povežejo. Ja, ne? Okej. ja. Sej Superman si je dal samo čala gor, pa noben Ja, je vedel, da je Clark ja, Kent. ja, Ne? ja. Tako da Ti tole je malo A Kaj veš, pač, lej? Tako, Halo. tako. Ja, briljantno. No, mi da imamo za vsakega gosta, zato da ga mečkam bolj spoznamo, pripravljena je icebreaker question. To se pravi vprašanje za razbit led. Ker niso čisto taka navadna vprašanja, ne vem, kaj je tvoja najljubša barva, ampak te bomo malo bolj tako spoznali, kako tvoji možgani delujejo. Okay, A ne? to se mi ful zanimivo sliši, ko me čakam že. No, tako, tukaj je ene par vprašanj. Najprej boš ti odgovorila, pa še mi da povedala svoje mnenje, zato da boš tudi ti naju spoznala, ne? Da ne bo zdaj tle, da ne boš na zaslišanju, ampak kaj ne Ja. se To pogovarjamo. si icebreakamo. Ja. Ja, tako. Tako da, prvo vprašanje. A bi rajš imela sposobnost, da znaš na sebi izvajati oralni seks, ali pa da nudaš najboljši oralni seks na svetu vsakmu partnerju, s katerim si? To je drugo. Ja? Najboljši oralni seks na svetu vsakmu partnerju. Jaz imam ful rada to. Pač v obeh dveh vlogah imam to rada, ampak mi je mogoče bolj me vzburja to, da nekoga druga lahko ful dobro zadovoljiš. Tak mal ego boost, kaj sem Tako. najboljša in boljše od mene ne boš dobil. Tako, in ego boost in tudi tako to mi je ta thrill, ki mi je največji, mene najbolj vzburja to, da vidim, da je moj partner narajcan pač. Ja. Tako da jaz bi kar z prve to izbrala. Všeč mi je, da sploh nisi rabila razmišljati, da si bila tako Sem bila že ja. takoj, že prej Ja. si ura, to je to. Veš, kaj sem jaz mislila, da boš rekla? To že itak. Pa že itak je moj oralni seks najboljši na A svetu. lahko zrežemo? To že ita. Tako da bom si prvo zbrala, ker to drugo že tako. Ja. Drugače, Ja. smart. A veš, smut. A to se pravi, to je tvoj odgovor. Ne. Moj odgovor je ta prvo. Ta prvi. Raž bi da bi lahko sebi izvajala oralni seks. Ja, Da bi se lahko... ja. Trestica. Da pač vidim, ali meni res ni oralni seks všeč, ali sem ne znajo. Ne? Ker če bi sama, bi se lahko zelo dobro najbrž trenirala, pa bi videla. Tako da, evo to. V bistvu gre eno z drugim, a ne? Če na sebi pol to izvajaš, porataš tudi najboljši v tem. dober. To Ja. je res. Samo veš, kaj vsako malo drugače paše. To je pa tudi res, ja. Pa veš, lahko tep neki ful dober in pol misliš, to bo njemu najboljši in pol on Pa je tako, no. Pa kaj to dela z jezikom, ali lahko že neha? Ojoj. Kaj pa ti? Fuck. Ja, iskreno, meni se ne bi dal na sebi izvajati oralnega seksa, Okay. zaradi tega, ker se mi zdi, da je ful lažje, če imaš sami igračke in bi pač raje imela to sposobnost, da bi pač vsakega partnerja lahko prebrala tako v nulo in bi bilo tako mind-blowing. Čeprav Iz prve. Literally blowing. jaz Mm, mislim, man. da so moje sposobnosti kar fajne, ampak če bi pa lahko bile še boljše, pa zakaj pa ne? Ej, A kako bi veš? ocenili vaši partnerji vaš oralni seks? Aj. Obeh. 10 od 10? Ja. Ja. Ah. Bož Ja, jaz da moram- ne rečem. Jaz bom prav Jana danes vprašala. Jaz nisem še nobenega to vprašala, ful me zdaj zanima. Mi smo enkrat, smo se tudi pogovarjali že o tem, in z mojim pač se pogovarjava tudi o tem, haven't had any complaints, tudi on ne. Smo pa enkrat nek kviz rešvali in sem mislim, da dobila neka kraljica oralnega seksa, tako da sem bila kar ponosna. Pa sem prav začutila jaz prej na začetku, da je to vse resnica že. Jaz imam poleno vprašanje in bomo tvoji ekspertizi okrog tega bojo glih perfektni. Ok. Pač, mislim, uno vprašanje, ki se nekaj, da bomo o njem govorili. Idemo. Tako da, ko mi čakam. Joj, mislim, jaz sem dobila drugače tako že ful pohval, sam Jan, Te ni mislim, je pohvalil. pohvalil, ampak prav nisem ga pa jaz, moja najljubša stvar v lifeu je, da vsem ljudem vedno za vsako stvar rečem, oceni to stvar od 1 do 10. Karkoli je, ali je hrana, ali je izkušnja, ali je ne vem kaj, ker meni se zdi, da tako res najbolj veš, kako je nekomu. Ker nekdo ti lahko reče, naprimer, nekaj skuhaš in rečeš, kako ti je, hej, ful dober, koliko bi ocenil 8 od 10. In potem tako, ja, pol ni ful dober, pa je dober. A veš, in pa se mi zdi, da ful bolj vem natančno, Če imaš ta kako se scale. Ja. Ja. In pač meni je to ful pomembno. Tako da,
To ga bom vprašala. Veš, kaj mene pač tle tolče? Ker jaz bi bila ful samozavestno rekla, zihar je 110, ampak. Kaj če ni, ne? Ampak ne, on je meni enkrat rekel, da včasih čuti moje zobe in jaz sem bila tako, kaj? Jaz to vedno ful pazim, da jih ni. Ampak mislim, kaj ne naredim? Včasih, a veš, sem samo tako velika usta. Ker ni to normalno, da Ne. kdaj zobe se malo zataknejo. Ja, Daj, no. jaz sem jih to hotela reči, da v bistvu tako strastno pol to delaš, da se kaj, ne vem, pol takega Ja. zgodi, ka si čist in, ka to res delaš uno passionately, pa to, po mojem se takrat zgodi, da recimo se malo spozabiš, pa kršam, tako da je meni to v bistvu se zdi prej kompliment, ka ne. Oh, Ti ful o tem razmišljaš, kar vsako epizodo Pa neki. sežem. Ja, ni rekel, da se malo zobe zataknejo. ampak ja, drugače to je v moji glavi, Ja, ostalo zavedam, veš, ja, kako je ja. zdaj to conscience, pač jaz sem tako samo, sam da ne bojo zobje. Mogoče ti hotel povedati, pa da mu paše ful. To. Ali pa to. Ti sploh nisi pomislila mogoče na to. premalo. No, bom jaz to uporabljaš danes zobe. vse zvedela. Ja, odgovore. povej nam Ne bom naslednjič. zdaj naprej ne bom več o tem govorila, ker bomo ugotovili, da so moji strahovi brez veze. Ja. Ampak ja, ok. Mislim. Naslednje vprašanje. Ali bi rajš seksala z nekom, ki je ful dober v posli, ampak smrdi? Ali pa z nekom, ki je za nič v posli, ampak ne smrdi? Ta je zdaj malo težka, mogoče, meni te vonjave me mogoče malo tako vzburjajo, tako da zdaj ne vem, a da nasplošno smrdi, a da meni smrdi. Ne, Tebi na smrdi. splošno vsem smrdi. Ja. Ko gre na avtobus gor, vsi zavohajo njegov Ja. švic in si mislijo, oh, fuck. Pa bom pa rekla, da mogoče s takmu, kar ne smrdi, pa bi ga jaz natrenirala tako, da bi bil boljši pač v postli. Ja. Ali pa bi jaz prevzela pač pobudo, pa ne pač leži tam, pa bom jaz. Vse to imam tudi rada včasih. Briljanten odgovor, všeč mi je. Ej, kdo da. je tvoj celebrity crush? Kaj bi zdaj jaz rekla? Da bi najraž z njim bila. Od vseh. To je so kar taka težka vprašanja, bi kar dobro razmislila. Zdaj, from the top of my head, mogoče ta Timothy. Daj nehi. Ja, on mi je tako. Ker jaz imam furada, tako na eni strani te twinke, na drugi strani pa tako uno muško. Tale mogoče, zdaj se pa ne bom spomnila imena. Britanc, kaj je že on? Kje pa ne stopa, ok? Ker on je komik, zdaj mi je čisto, zdaj mi je No, čisto glavno, hotel sem frizalo. te vprašati, da ta Timote pride, teb, in ful smrdi. Ful smrdi, bi seksala z njim. Ja, valjda. Ok, no, Valjda. fair enough. Valjda. Jaz pa mene bi pa po mojem zmotal. Jaz ne bi mogla, čeprav sem že kdaj seksala s kom, ki smrdi. In mi ni blok, drugače pa mi vonjave niso tako napačne. Ampak veš, ko Ne, veš, tudi ne. zakaj kdo smrdi. Ja. Če nekdo tako malo smrdi po celem dnevu, je meni to v redu. Ampak, če pa nekdo po celem tednu tako smrdi, ker ne skrbi zase, pa mi pa ni Je v pa redu. že, ja, Ja. ja. Pa tudi tako je pri meni mogoče med seksom, ki si tok intuit, tok mogoče še ne opaziš tega, kot meni pol mogoče med kadlanjem, pa to, polka ležiš, pa to, pa si mogoče, da mi to bolj pol zmot, kot Ja, ponavadi takrat, ko tudi ugotoviš, da je grd ali pa kaj takega. Veš, ko Uno, the morning after. A veš? grd smrdi. Oh, ja. Pa zdaj moraš pot tiho tapiti, pa napisati sporočilo. Aj, še hujše, če je pa te, pa pol ne gre, pa pol noče iti. Sam Sorry, res. tu je pa tema zase, kaj narobe z ljudmi, ki ne grejo domov pol zjutraj, ko se zbudijo. Recimo. Pa ko so še uno intuit, pa nekaj bi se še lupčkal, pa to ti si pa sam tako. Jaz sem ponavadi tako prijazna, veš, pa nočem nobenega užal, pa sem pol tako uno. Ja, pa ne znam reči, pa to oni pa kar hengajo. pol. Ja, to je pol zgodba, ki se razvleče v 3 dni, kaj imaš pri tebi 3 dni, pa sploh ne razume, da moraš. To bi pa, klej bi pa moja prijazno že šla, po mojem, po Ja. 3 dneh. No. Ja, jaz nisem imela nikoli teh izkušenj, ker pač živim doma in jaz ne morem imeti kar tako, Ja. da bi nekdo kar hengal tam. Tako da- Boljše, da nekje greš, ker imaš ti kontrolo, nekam greš, ker imaš ti kontrolo, kdaj greš, kukar pač, če imaš nekoga tam in pol. Da moš poditi ven iz Ja, sobe. Samo po drugi recimo. strani pa ful fajn, ko nekdo k tebi pride, pa ti ni treba nikamor iti. A To je veš, pa ima tudi pa res, še celo ja. pot domov, ti si pa tako, aha. I'm home. Sam pač mora se iti, ne, mora Ja, iti. ja, Tako da je tako dvorezno. rezen več. Ja. No. To se pravi, ti bi bila rajš z nekom, ki je slabo posli, pa da ne smrdi. Ja, itak. Ja. Vse so bili že slabi v posli, tako da v redu. Ja. Ma, meni se to si ti ful lepo povedala, da ga pač naučiš. Ja. Tako. Ker jaz sem tudi ful velik, jaz firm believer, da tudi če se z nekom ne ujameš v prvo, pač to se da vse
naštudirati, pa Tako. naučiti. Če pa nikakor ne gre, pa res nisi kompatibilen, pa pač, sorry, gremo na razen. In to je to. Ja. Okay. A rajš vidiš, da te mami zaloti med tem, ko seksaš, ali da nekdo prdne med tem, ko ga oralno zadovoljuješ? Taj tudi kar težka, zajemane so. Mogoče, ne vem, mogoče to, da prdne. To se ti še ni zgodilo. Ne, dejansko, ali pa je mogoče bilo tako potih. Mislim, sem že slišala zgodbe, a ne? Ampak meni se še konkretno ni zgodil. Ampak v bistvu to, da on prdne, je znak, v bistvu, da je ful sproščen in je v bistvu tudi lahko nekaj pozitivnega. Ja. Pri temu, kar sem pa mislila, pač, če te pa mami zaloti, je pa ful pač cringe, ampak sej kukar, da naše mamice ne vejo, da pač mi seksamo, a ne? Ampak mogoče bi se za ta drugo, no? Mogoče bi se za ta drugo. Za prdec v usta. Aj prav usta? Ja, veš, če si tam v spoti, tako da je usta, se Da. vse usti. Drugače sem si isto predstavljala, kot ti da ni direkt v usta. A jaz Ampak sem samo si predstavljala tako. tako. Ja. Ampak samo zaradi Tiho tega, ker bi usta. jaz tudi to izbrala in sem bila tako, ne more biti direkt v usta, ker Ja, naj bo ne. daj. Čeprav eni imajo pa fetiš tudi na Ja, take zadeve. ja, Jaz ja. sicer kle ne, ampak... Ti bi lažje Ja. to tle odgovoril, kam ima Ti fetiš si na je to. to, Ne, ti za bi nas bilo, je- sploh ne bi bilo, a veš. Tako prosim, lahko Edin, če vsak. ima tudi na milfice fetiš. Wrong. Oh, Ja, jaz imam mene je strah prcev drugačne. Tega piša me je strah. Ne smrada, zvok, ampak tu, če začutiš, da ti nekdo prdne v nogo, tako zraven. To je meni najbolj ugadna stvar, jaz ne bi mogla. Jaz ne bi si želela, da prdne mi v brado med fafanjem. V Pa bradico. v usta, tako pač. to se pravi, mami te zalot. To je to, tvoja izbira. Ja, mami me zalot. A ste videli že kdaj prden med seksom? Mislim, tako pač. Fakt, jaz ne vem zdaj, ali sem glih prav prdela, imam pa ful spominov, da sem se mogla tako zadržati, da me je skoraj kap zadela. Res? Pa še, ko si pol v milijon različnih položajih in nikoli ne veš, kateri bo napačen. In pa imaš malo mir, kot skusice. Drugač, Ja. same. Pač jaz imam to, meni je tega toliko strah. Ja. Jaz toliko nočem prden med seksom. I have to go to the loo. Ampak In veš, greš pa pa lahko lepo se, no. rečeš. Veliko včasih se lahko zgodi, pač glih nek tak položaj in Pa polegi res tako. silno in pa se sproščen samo, pa no. to, ja. Lahko rečeš, da je bil quif. Kaj pa če Sam se res. smrdi? Moj ne smrdi, recimo. Vaši prsti smrdijo, ok? Ja. Moj ne smrdi. Valjda. Kakor kdaj. Jaz imam benefits, tako da benefits. lahko bi predela tudi med seksom, ampak. Ja, če ne smrdijo vse. Ja, Pač no. to je pa res čisto vse. Pač Sam pa je je on quiz. piš, tako, kar si rekla. Ta veterček mene tako mot, prosim, zapišite, če še komu strašno ta veterček odprt. Drugač pa meni, recimo, kaj je pač analni seks, a ne, se tako zgodi včasih, kad ti ga da ven ali pa kaj, Ja. pa itak, kad se zrak nabere, tako da bolj mogoče v tem smislu, no. To je pol že kot quif, skoraj. V bistvu, V ja. bistvu. Analni V bistvu. quiff. Ja. Tako, analni kuj. Drugi se bomo izgovorili na to. Jaz bom zdaj, ker bomo Po videli. quiff, Ja, vedno. ja. Zdaj lahko prdeš v miru. Brez Kaj straha, brez jaz straha. rečem? Analni kuj. A sem res, da imamo izbiro. Kaj bomo veš? rekli? Ja. Je drugače res nam ima lažje, kar se tega tiče. A sem jaz pa odgovorila na to? Ja, rajš vidim, da prdne. Okay. Jebiga. Ja. Bom že preživela. Ja. Pač, v bistvu rajš vidim, da druga oseba prdne, kot da jaz prdnem. Okay. Ja, tudi. Bi mi bilo tudi veliko res. bolj grozno, Ja. da bi jaz, ker če je tako uro, pač je ti zdaj prdo, kaj res, pač, a veš, pač se jaz bom vedela ti sprdec v glavo, ampak, a veš, nisem Ni pa pa jaz bed, v niti rake, pa bed, ja. Pač urbo je bed. A vsi v nadrejenem položaju. Čeprav jaz mislim, da če bi ja prdno, bi mi bilo čisto vseeno, bi bilo tako, haha. Gremo naprej. A vi prdnete pred partnerjem? Lih to sem hotela reči, da mi da z mojim so ful pač sproščena glede tega, tako da se tudi včasih uno zabavava, recimo, pa pač dejansko drug od druga pol tako. In pol, moj je to kluškan, ka pol jaz včasih ga hočem pač zabavati, pa tako prdnem in on gre pa pol v drugo smer, je najdu, kaj pa meni res neprijetno pol, da gre on tako, kako dober in tis mi je pa res pol na polno bed. In tako me je vzgojil, da zdaj tako bolj redko to delam, ker je zmeri, pa sem tako, a veš, Kjer lifehack? a veš, Ja. dejansko,
Kot genius po eni strani. To pa je sprav naredila, ker to je pa hilarious. A veš? Ker mi dva z Janom smo fulhmo začela prdeti drug pred drugim in tako sem jaz vedela, da pač to je to. Ker pri bivšemu jaz sem po moje več kot en let pa pol sigurno sem rabila. Prav tako je bilo senzacionalno, da sem jaz prvič prdela pred njemu. Pa še tu si po nesreči najbrž prvi. Ja. Ja. Zdaj pri Janu pa ne To vem. začne. Bila sem prav tako, pač bila takoj ful sproščena in mislim, da smo že v prvem mesecu prdela drug pred To drugim. je ful dober. And I was like, to je to. Lahko se poročiva. Jaz sem skušala od začetka predela, ampak zdaj sem samska, mislim, da je bila tu napaka. Res, Pa ne, res. poglej, Prav tvoje. večkrat sem o tem razmišljala in sem bila tako, lejte, mogoče pa moramo biti v zvezi malo skrivnostni. Ne, sam ni bil ta prav. Tako. Okay. Ni Moram bil narediti- ta prav. Ja. In to je to. In kaj že, dačaven. A to veste, kaj je dačaven? To je uno, ko prneš pod Po kovtrom dejku in je pol. nekoga, ja. No, pri meni pa reverse dačaven, je pa on pol sam tako. Napišite v komentarja, prdite pred svojim partnerjem. Ali pa če vaš partner pred vami prdi. Ja, vi pa če ne. se vam zdi, da bi mogla biti ženske kao skrivnostne, ne smemo kakati, prdeti, nič od tega. Pa glih včeraj Jan, pa se zajebal, ampak tako. Lucija, zakaj ženske kakate? Kjer si Une babke, a veš, take, maurične, roza babke. Jo, pa meni je tako, a veš, meni je bilo včasih tako nerodno, pač reči, da sem kakala. Tako nasplošno, sploh noben, da bi kdo vedel, da jaz kakam. Janu, jaz grem zdaj kakat, pa me popraša, kako je bilo, pa se tako ful je bilo dobro zdaj, ali pa, ni šlo tako dobro, kot sem A mislila. veš? Pa škodi disgusting, ampak to je ljubezen. Ja. Jaz to mislim, da je to je prav. a veš. Čeprav Ja, meni je mislim- samo awkward, če se kdo sprašuje, če je tu ful normalno, ne vem, jaz, meni je awkward, to mi je vse ful awkward. Če mi pač meni partner reče, jaz grem kakat, mi tako, zakaj? Bi mogla jaz to vedeti, ker imam jogam. Ne rečeš srečno, naj ti bo fajn. Ja. Upam, da bo šlo dobro. Mogoče ga pa res nisem imela za res rada. Ker pač A mi je bilo veš? res ogabno, da greš rad zjutraj. Tako mi je bilo pač. Ti kakaš. Ne, mi smo tudi tako, recimo med kolegi pa tako odprti, pa to ne vem, pa je tudi tako, danes sem pa imel res dober šita, ne. Recimo, a ne. Ja. Pa Tako tako, se mi zdi to nek ta znak sproščenosti, se pa vemo, da vsi to delamo. pa tako olajšanje je paše. Ja, Sploh, ja, ker je res ono, dejansko. ki te dobro zvije. Kam moraš povedati, da si bilo pa res hudo. Ja. Pa tako druga oseba res vesela zate. Ja, In a si tako, veš, ono, yes, to je I'm so na happy veselje. for you. Sara ne relata. Sorry. Okay, zdaj smo zašli z vprašanjem, ampak tole je bil meni kvaliteten pogovor. Bil. Kaki teten. Pani, kaj bi raje? Vedno moraš seksati v čisti temi, ali vedno moraš seksati na javnem mestu. Tale vedno me malo zbega, ne? To me pa malo tako dal dilemo, ampak mogoče bi rajši na javnem mestu, ker to ti lahko tudi je nek thrill, medtem ka, čeprav ta Ampak tema... vedno. Ja, to me, ta vedno me. Tako, doma si, ful si horni, Ampak partner je moraš horni, na- zdaj mora iti pa v nekam. Moraš na tržnica. Ja. Ne, to mi je, no. Po drugi strani mi je pa ta tema, tako se mi zdi, ker sem tudi dost vizualni tip, da ti ena zadeva umanjka pol, recimo. Po drugi strani je pa, če si v temi neka pol ful bolj druge čute, recimo uporabljaš, kar je po mojem tudi ful... To je res, Hot. ja. Po mojem se ti ful izostrijo. Tako, če Ja, bi skozi ja. seksal v temi, Ja, je tako, se prav natreniraš na čist nekaj drugega. dejansko, pa te prav občutki, to, da je Ja. fizično, da si res sam tako. Good Tako da point. ta je ful težka. Pa pol tudi, če bi v temi, recimo, pa pol čez dan ne moreš, a ne, recimo. Ma ne, to daš rulete dol. Ful, joj, tam je pa res težka, no. Vedno Pa- je to. tako da- Vedno. Je mogoče pol v temi, ampak lih mogoče lih iz tega praktičnega vidika. Da lažje pač v temi, kot vedno na javnem mestu. Se mi je bil všeč ta tvoj miselni proces. kako Pa si se bi se prišla že do- pri- ful je. prilagodila. Pa se tudi, če bi oslepela, bi bila v temi, pa se prilagodi človek. ne? Recimo, Ja. recimo. Tako da mogoče Mhm. to, no. Čisto iz praktičnega zaradi tega, Ja. ker je. Ja, jaz se drugače strinjam. Pač, ampak res sam zaradi, ne, sploh ne sam zaradi praktičnega, zaradi tega, ker jaz, da bi mogla na javnem mestu. To Pač je too tako much mogoče effort, enkrat na ne leto. vem.
če že, ni mi to toliko tril, da rajš v temi. Pa mi je tudi ful dober gledati, tako, sploh nekdaj sem na zadnje v temi, seksala čisti temi. Tako malo mora biti luči, da vidim. Malo mora biti tu, taka malo erotična luč, da je tako. Meni je tako, ker ful vizualno mi je. Tudi, ko vidiš, ne vem, faco od partnerja, ko on uživa, to meni vse te stvari tako. Meni tudi to mi je tako najboljše ever. Prav, ne vem. Ti? Ful mi je dober vajen pogovor, ker tako jaz nimam občutkov do teh stvari, tako, ki so za partnerje pa za seks. Jaz sem kar brez občutkov zdaj, kje bi seksala v temi na javnem mestu, ne vem, pač Jaz ne bi seksala. Ne, v temi, povaljda v temi. Da. Ja. Ker to je res toliko efforta, da moraš pačiti vsakič, pač te prime seksani zdaj. A veš, sam rulete daš dol, luč ugasneš, lahko seksaš. Tako moraš pa vedno nekam iti, dejno. Ja, pa že itak seksamo v temi. Pa te že mine vse skupaj. Gotovo, že prijaš do javnega mesta. Okay, gremo nazaj domov. Tema. Ja, pa ne moreš, ko si že izbral, veš. Ja, zdaj gotovo. te opcije več nad mizi. A si hotela prej še nekaj reči? Ne, mislim, da ne. Dobro, sem mislila, da sem te Pa prekinila. spomnila pa. Dobro. A bi imel raj očiten orgazem vsakič, ko si blizu nekega sadja, ali pa nikoli več ne moreš doživeti orgazma? Prva. Ja, ampak čak, veš kaj, ful bi bilo lažje nam za prvo, ker mene noben ne vidi, da mi pride. Tebe pa valjda vidijo. A če je učiten orgazem? Ja. Kako to misliš? Očiten Ja, orgazem? ti si rekla, da moraš, da je očiten orgazem, da te vidijo ljudje. Ja. Eto, pri ženskah, ja. Ja, da je pač ja. bolj očitno, da imaš tako obraz. Ja, sej pri tebi tako, Ja. Ja, očiten. Zato sem to dodala, ni zaradi Okay. naju. Ja, ok, good. Ja, vidijo, ne moreš skriti. Ja, mislim, sej bi bile kakšne neprijetne situacije, ampak come on, da nikoli več ne doživiš orgazma. Poveš vsem, pač glej, stranite sadje, če nočete, pač, da se I to have a dogaja. condition. Ja, pač I mene have a je čarovnica condition. zaklela, jaz zdaj vsakič, ko sem blizu sadja, mi pride in pač ne morem tega skriti, can't help it, nisem jaz kriva in pač skrite sadje. Tako. In to je to. In če pač ne boste ga skrili, Bo meni prišlo, vi me pa gledajte, pač, Tako, če hočete. Tako. Ja. In veš, kako je to dobro? Če si hodil sam k sadju greš in je to to. Je to to. V trgovini, oh my god, ne moreš biti v trgovini po sadju in zelenjavo, ker pač ne moreš biti tam sploh, ker normalno, ker so otroci tam. Zdaj sem A pomislila. veš? Mora pa nekdo zate kupovati sadje in zelenjavo. Ne, tu nič od tega ni resnica. Zaradi tega, ker, čaki, Okay. eni ljudje imajo dejansko disorder, ki jim skozi prihaja. Saj si veš, na Ja, TLC-ju, kaj je to. ja. No in Ja, oni ja. grejo tudi lahko v trgovino po sadje. Pač greš. Sem pač, oni ne bojo vsakič, ko bojo pri sadju, pač njih to ne trigira, tebe pa specifično sadje Ne. trigira. Sam je pa Ti skozi, točno veš, recimo, veš, prihaja lahko tudi, skozi. lahko prihaja. Ja, sam pač oni to že znajo skrit mal, valjda. Ej, ne vem, na TLC-ju sem gledala, lahko vam dam spot. Tu kar hodijo in skozi prihaja groza, oni so ful v stiski. Ja, drugače Je sem pa tako. enkrat gledala nekaj o tem in je grozno. Ja. Čeprav tudi to sem hotel reči, da mogoče lahko pol milkaš ta condition, pa predavaš na to temo, pa pomagaš ljudem z istim conditionom. Sam, ker jih ni toliko velik. Prej si moraš OnlyFans odpreti. Recimo, ali pa to. Oh, ali pa shit, to. to bi- Sam, to pa A veš. obogatiš. Ja, se Ker to bi nočemo pa vsi zdaj hoteli mitle, gledati. če ima kdo to kakšno bolezen, pač v redu, no judging, ne med OnlyFansa, nočemo kapitalizirati na vaši bolezni. A? Pač mislim specifično s sadjem. A jaz? Ja. A veš, pač to bi bilo tako vizualno ful dober. Tako, no, tam dobiš sadje in ti pride. In ti pride, ja. In potem daš, ne vem, ti lahko ljudje predlagajo, kjer sadje hočejo videti, da ti pride, a veš, z njim. Pa ga samo A pa rabiš točno imeti. določeno sadje ali vse? Vse. Ja, Oh, fuck. karkoli. Imamo tle kakšno sadje? Nimamo, zato nam pa še ni prišlo. Ali rajš, ta ni tako seksualen, ampak me sam zanima. Ali rajš stisneš gigantski muzol, ali pa izvlečeš res dolgo uraščeno dlako? Ta je tudi zajebana. Jaz Kaj te točno vem odgovor. Oboje je tako res ful, mogoče ta uraščena dlaka, ki je prav uno, ki gre tako uno. Ja, to po mojem. Ana. Oboje je nek ta užitek v tem, ampak mogoče ta uraščena dlaka, da je še bolj, ki je še to uno. Uraščena dlaka je ponovadi tako, ima še malo tega guja noter, kot mozol in In pa je žival tudi ene. še- Ja, A ne? ja. Pa še več je dejansko, ko v bistvu je prvi tril je, ka ven pogleda, in Ja. pa še drugi tril, ka jo izpulaš. Koliko bo dolga? Koliko je bo še? Kaj je uno. To je pa včasih še kašna. Tako potegneš Še na zraven ven, še. pol pa še neki noter.
Kaj sploh nisi Christmas. vedel, da je taka in pol je, ja, Christmas. Joj. Ti tudi, ali? Ja, pri mozolih je čist preveč nekih variacij, veš, lahko je ki gre tako črv ven, lahko je ki te špricne ven Ja. in meni ti niso glih Lahko tako. je meni un, je ki zelo se, ful ki se fajn. sploh ne stiska, Ja, kaj ful je cel, pa ja. ne pride Pač ne nič veš, ven. v glavnem dlake. I love it. Joj, tiste imaš take, zdaj izdelujejo, take, imaš jim je ful oraščenih dlak, no, za Ja, igranje in pol ti ja. tu ven čupaš. Ja, in niso Jaz ne, te ja. mozolčke, te mila ali neke, Ja, a ja. ne? Ja. Mhm. Oh, no, Tako me da veseli, to. da se strinjamo glede tega. Ja. Kaj pa ti? Ne bo komentar. Nas ne malce Ne dajem izjav. Okay. Njemu je oboje tako dobro, da se ne more odločiti. Ok, še zadnji. A bi rajš preizkusila vse seks položaje iz Kamasutre, ali bi rajš probala vse Ben & Jerry sladolede, brez da se zrediš? Tudi zajemano. In vseeno bi kar Kamasutra rekla, čeprav I love Ben & Jerry's, ampak Ampak, I love sex more. hear me out. Pač, kdo te brani, da probaš vse te položaje, pa izbereš vse okuse Ben & Jerry, brez da se zrediš? To je res. A? To je res. Jaz bi to izbrala, pa še Pa zdaj pa lahko. itak sproba- Veš pa, če mi ja. kakšen položaj ni všeč, ga lahko spustim, tako moram pa vse sprobati, tudi če mi kakšen ne mislim izgleda. Jaz tako, sploh ne Ej, v razumem zdaj te bistvu- logike za tem vprašanjem. Ne razumem. Ja, noben ti ne brani, ker to je res nek superpower, da ti probaš vse Ben & Jerryje, pa se ne zrediš. Ja. aha. To, Kamasutra, pa pač lahko vsak naredi, dejansko, že tako ali tako. Sploh nisem pomislila, ko sem to pisala na ta okay, loophole. To makes sem se ga sense, zdaj razumem spomnila. zdaj. Ja. Pa jaz sploh nisem to ljubitelj sladoleda, pa bi izbrala sladoled. Ta, ne, pa sem ti Ben & Jerry so principa. res, saj, Ja. to je. Kaj imajo koščke noter. In to je najboljš. Ja, jaz mislim, da smo se zdaj malo bolj spoznali, Tako, da smo prebili let. definitivno. Tako da zdaj je pa na vrsti intimni kotiček. Zdaj už pa ti naj še malo bolj intimno spoznala. Ok, slej. Mi ti bomo povedali, pol pa si ti odloč, katero bi raje skupila. Okay. Lahko je grem- zase, lahko je za darilo, kakorkoli. Ne? Ja, a sem jaz prva. No, daj. Oh. Okay, čakaj. Najprej bom tu povedala, da v glavnem, tu je zdaj advanced. Ne? Tukaj bom tu. Never happened before! Ton. Pazi zdaj to. 4 Sara ima zdaj v roki v eno. Ja, enem. 4 v enem. Ja, za une, ki poslušate, pač ne morete samo poslušati, morate gledati ta podcast, ker več ne boste videli. V glavnem, tu je Angel Rose Evian Interchangeable for Pleasures Toy Set. V glavnem, A veš. teh setov je full, ne? Takih, ki imaš, to bom jaz zdaj malo razmetala, pač imaš ta navaden nastavek in pol si lahko In pol menjaš v zamenjavaš, bistvu ne? gor. In jaz nikoli ne vem, zakaj me te stvari nikoli niso privlačile, veš, ker se mi zdi, da pol dobiš 4 igračke na pol dobre. Štekaš, če pa kupaš eno, ta pravo je pa, Je pa to dobra, to. ne? Ampak, guys, perfektno. Ta je bila že gor dana, ampak jaz sem valjda mogla najprej probati to. A lahko jaz sam povem za tiste, ki poslušajo. Fora je v tem, da imaš A 4 ja. različne nastavke, pa imaš pa od spodaj un del, ki pač pržge motorček in ti ga pol menjaš. In zaradi tega je potem ta set ful cenejši, kot če bi kupil 4 različne igračke. A ne? In v bistvu Tako to čisto se enostavno. presenetljivo slabo prodaja, ker Ja. po mojem imamo vsi, jaz tudi pač si mislim, pa to zihar ne vem, je mogoče malo slab zaradi tega, ker je pa se menja. Ampak v resnici je zdaj to Sara testirala Ne in vem zakaj, tako tak nek polovičen občutek imaš, ko tu to škatlo pogledaš. Veš, ker ni sestavljeno, ker neki so ti deli tle, ne? Ampak it works. V glavnem, tu je potisni rabbit vibrator. pa koliko je velik. Ful, ki ima tle, pač tu se ful raztegne. Aha, sej pa lahko še To se še raztegne. A ne? V glavnem. Ja. In ful je velik. In ful gre globoko, to je mene čisto šokiralo. Pa jaz si itak ponovadi ne vzamem ful časa za te stvari. Čakaj, a on gre dejansko tako. Ja, Slej. not pa ven in jaz si ne vzamem ful časa. In tu je bilo tako veliko, ko sem jaz noter dala, zaradi tega, ker veš, najprej rabiš malo časa drugače. Ja, ja. Ampak jaz ga nisem imela in tu sem tako. In pa še tu pržgem, ja res! In pa še tu pržgem in tu začne iti not ven. Kap me zadela, ful je bilo dober in ful opazno gre ven pa not in zadane pač. Tiska more. Težko ti kjer penis pač tako zadane. Ne da, jaz nisem. Ne vem, nisem probala tega. Ja, ko gre, Ja, ampak meni je to najbolj fascinantno. A Ko ne? gre tako. čeprav ni niti tako dolg,
dolg, ne, ki se raztegne. Ni Ja, tako ampak- dolg, ne? Lih tako te fajn Meni buta, je to ne? tako fascinating. Ful. In pač ful dober. V glavnem, tega sem najprej probala, ki mi je bil najbolj amazing. A lahko nekaj vprašam? Ja. A si v istem sessionu vse 4 sprobala? Ne, itak da ne. Zakaj ne? Zato, ker je bil ta tako intenziven, pa še menstruacijo sem imela in Je veš, ostala pri tem prvem. pač ni šlo. Okay. Potem je pa tu bo cel podcast ta predstavitev te igračke. I love it. Tu daš lahko kamorkoli okrog na karkoli štekaš. To Se je v pravi, bistvu kot Power klitoris, Flower. bradavička. To je power flower. Flower. Pač lej. Dejansko. Ja, podobno. Mislim. V glavnem, top shit za predigro tudi, ali pa tako, ki je res lahko kamorkoli naslovnaš in razpreš, klitoris, vulva, še noč si ga daš lahko. Top, kot en zajček. Pol, mislim, pa tu je res cel paket. Jaz sem vsakeč šokirana, ko to To odprem. je cela znanost. Ta mi deluje kot una, kaj že, zobna kartačka una za une A ta? medzobne prostore, a ni? Drugače sem imela vedno tudi to asociacijo pri teh igračkah, ki so na te palčko isto. Je, a ne, Mhm. dejansko uno. Ta je za večkratne orgazme, ki je tak mečkam bolj nežen in lahko ga full pinpointaš, veš, lahko ga daš. Okay. Res se tako vse vibracije grejo na eno točko. In kar bi človek rekel, da je tu ful nežno, meni drugače tu ful intenzivno. Vprašanje. Mm. A je boljši kot Whirling Fun, a je isti ali je drugačen? Drugačen, kot ima kovinsko. Ne, Okay. tako vina bi me malo plašila. Te plaši. Ja, Drugače, mogoče mička. ni glih najbolj tako privlačen, ne? Bi bilo bolj, če bi bilo še silikonsko. Ja, Ampak ja. mislim, Mene da pa je všeč, kaj je kovinski. Mislim, da je z namenom kovina, zaradi tega, ker drugače bi pač lahko sem silikonsko podaljšal, tako kot je pri Mhm. unem. Tisti se zvija, če bi bilo silikonsko, se pač tu zvija, ne? Ja. In ga ne moreš tako prsloniti, tega pa res lahko štekaš. Ta je uno za natančno Ja, masturbiranje. ta je ful Ampak natančen. verjetno ti pa čisto uno, ki ti pa drugi ne morejo, ne čisto prav uno točko. Ja. Top. Ok. Pol pa valjda še za G točko, ne kuda ta ni dosta, ne zadane glišči z G točke, bolj A točko zadane, pa maternični vrat, pa tako bolj noter. Pa imaš pa se tega ukrivljenega za G točko in je popolno. Pač jaz sem tako navdušena nad tem setom. The best. Kjer ti je najbolj In je všeč ukrivljen. od teh 4 nastavkov? Ta. Ki gre res Potisni. globoko in je res dober. Pač res ti gre redko, kdaj kaj tako globoko, kot gre ta. In še pri navadnem rabbit vibratorju ga moraš dajati not pa ven. Ne? Mislim, ga Daj lahko pa. dajaš, Ja. ne? Pa pol se ti tane, nizkus na klitorisu, pri tem imaš pa sem tako. In tu gre samo. Con. Jaz sem še kar čist fascinated na temu. Ja, jaz Se že ne vem, mora. kje boš izbrala. Ej, vedno, ko imamo goste, vedno Sara zmaga pri teh predstavitvah igračk. I hate it. No, zdaj tu, kje imam to škatlo? Ja, vsaj neki zmagam. Od 1 do 10, koliko bi ocenila tole? 9 od 10. V prejšnji epizodi sem imela 10 od 10, ampak tisto mi je bilo res, tisto mi je glavo razneslo. In No, to sem je 2 bila epizodi v nazaj, za šoku. nekaj gledate. Ampak tu pa 9 od 10. 9 od 10, zato ker me malo, nekaj me pač malo mot pri tem, da je zamenjati, nisem če sigurna. Aha, ker Da ne nekaj moreš takoj predsodek. uno. Pač ne vem, tako neka psihologija mi je, da so tle razstavljeni delčki. Ne vem. Ampak čisto brez veze v resnici. Lahko je pa to, Čisto. tako, lahko je pa to nek dodaten, a veš, element, ta, da ti tako, ne vem, da uživaš pa še v sestavku legice, a veš. Če bi dobil že sestavljene legice, boring, a ne? Ja. Klepa, da imaš feeling, da nekaj narediš. Veš, kaj je pa dober? Ker tako, ne vem, jaz imam tam predale, pa te fulje teh igračk. Ne? In polk vsako škatlo posebej odpreš, imaš samo eno izbiro. Ne? Ampak ko pa to škatlo odpreš, ker lahko nadaljuješ z izberami in pa malo pomisliš, kateri ti bi zdaj pasal. In Kaj na to je bombonjera? tu. V Da veš. bistvu. Ja, V in še bistvu. tako se odpre. Ponedeljek, V glavnem- torek, sreda, četrtek. Pa veš, tako, Pol pa, ko ljudje ne vejo, kiro igračko bi kupila, veš, ko so tako, Ja. ja, pa ne vem, a bi raje to, bi raje to. ja. Kupaš to, dobiš 4 igračke Mm. za skoraj ceno ene, koliko to stane? Koliko je tale drugač? Po mojem, tako 81, nisem čisto sigurna. Tok- Pač To poceni je en je. vibrator ponovadi. Ja. Pač en Veš. malo boljši vibrator je 80 €, tle imaš pa 4. Mislim, Ali pa Ja. nekdo, ki se začenja v bistvu spoznavati s temi Ja, spolnimi igračkami, ja. pa ne veš še čisto dobro, kaj mu sede, Ja. pa ima to recimo pol. Ja, tako da bi rekla za vse tiste, ki ste bili skeptični do teh setov, kot sem bila jaz, ki vem, ki so še unijo od Satisfyera, niso me privlačili, zdaj me pa ful privlačijo in I love this, ta Angel Rose. Perfekt. Nikoli še nisem te firme prej uporabljala. Top. 10 Jaz od sem- 10, oh. ne 9 od 10. 9. 9. Okay.
To je to. Še koda? Če hočete takle set ali pa kjerokoli drugo igračko, greste na pitchpop.si in uporabite kodo med nama 10. To veš, da ima na svoj sex shop. Prav svoj sex shop imaš. Slej, Queen, pitch pop. Ja, Pitch svoj pop. sex shop. Ja. Ja, tudi jaz kar pozabam, edina Lucija se spomni, kdaj pa kdaj. Da Ne, imamo. to res to uno, tako je tako dobro, veš, da si tako, really? Ja. Jaz imam Ja, to? ne. Ja. Jaka sem. A veš, ja, uno, ja, slej, vsak dan ful se dober. spomnim. Ne je to Hvala. tako Ful navaden dobro. že, da ne je to tako, no Ful. pač. What's Ja, valjda new? sex shop imam, kaj pa Ja, to? What's Ti ga new? nimaš, veš. Ja, noč. Fora je v tem, da jaz sem zdaj dobila fulenih igračk za testirati iz pitchpopa. Sam sem jih glih dobila in jih še nisem uspela testirati, tako da to je ena stvar, ki sem jo že nekaj časa nazaj. Mislim, jo imam že kar nekaj časa in vam bom danes predstavila, ker jaz bi vam tudi predstavila nekaj tako full wow in in sploh, ampak v resnici pa tudi take čist navadne, basic igračke veliko naredijo. Ne rabiš imeti nujno 4 v enem, pač kurčenje, po domače povedano. Lahko imaš še navaden, ene navadne analne kroglice in boš vse sam narediti. Pač ti ne vibrira. Zdaj to ful, mogla bi v bistvu najprej jaz to predstaviti, ker zdaj jaz, ko se razmišljamo, pač koliko je tam enih opcij pri tvojih. Ampak, to so analne kroglice. Poznaš to? Mislim, poznam to analne kroglice koncept. Mene to prvo na šah spomnila. Oh my god! Oh my god, sem res. Kaj že? Šahovske figurice so v bistvu analne kroglice in analni čepki. A veš? Jaz sem se spomnila- Oh my god. Ne, jaz sem se samo spomnila na to. Prosim, ne si daj šahovskih figur v anus. Ampak te asociacije pa nikoli nisem še imela. Me zdaj, ko tole gledam. A je to original Todd? Zihar ne, Tu je zihar bil, obstaja, tu je bil tudi Todd od Unga, veš, kaj je zmagal, on svetovni prvak je šahovsko tekmovanje zmagal, ki je imel analni čep v riti in so mu neke signale dajali A prek to je vibracije. Ker se I spomniš? love it. Ja, drugač ful smart. Oh my Ampak god. kako so pa sploh ugotovili oni to? Sorry, zdaj sem čist prekinila svoj Sem intimni res. kotiček, ampak Ne vem. it was... To se pa Ful spomnim zanimivo. drugač tega. Ja. Oh my Ejoj. god. Pa so ga diskvalificirali, can you fucking imagine? Zmagaš šahovsko tekmovanje, pol nekako ugotovil, da smo imeli ta analni čep in pol si izgubil in cel svet ve. In šel si vedel, da si imel analni čep. A Ja. veš? A to je zato, ker je se tako sprostil, pa je tako dobro igral, ali je pač take one for the team? Ne, kako Je to bil misliš? sam pač metoda. Ker lahko bi bil Metoda. tudi kje drugje, a veš, vibriral. A ja, ne, metoda, mislim, da A šlo bi najtežji mu tako najdejo, če je v riti, ne? Ok. In nekdo Ja. drug mu je tam, po mojem, Pa so najdel. Ja, pa so Pa so najdel. najdel. Kako so to res ugotovili? Kako Zdaj moramo dober. prav to Ja, ugotoviti. jaz bom tu raziskala, tu bomo ugotovili in po oddaji in vam sporočimo, kaj je bilo s tem analnim čepom in šahom. Ok. Shit, to sem prav pozabila, da se je zgodil. No, najprej moramo razčistiti, kaj je razlika med analnimi čepki in analnimi kroglicami. A ti veš, kaj je razlika? Ja, čep je v bistvu, mislim, kar jaz vem, je čep bolj tako, one piece nekako, pa pol uno, da ti drži, a ne noter kroglice so pa tako, tam. Ja. Tako da to je v bistvu nek hibrid na en način, a bi lahko temu tako rekli. A so prav, bolj so kroglice. Imaš tudi ful bolj hibridne, pač te so res bolj kroglice, imaš pa tudi tako take, satisfyre majne, ful fajne čepke, ki je v bistvu pač čepek, ampak so v bistvu tudi kroglice in ga lahko za oboje uporabljaš. Ker glavna razlika med čepkom in kroglicami je v tem, da čepek ti da tisto občutek zapolnjenosti. Aha. Čepek imaš noter in ti stimulira v bistvu mišice analnega sfinktra, ki ti jih malo razteguje, pa to dodatno stimulacijo da, če je tak, ki vibrira, so še vibracije in ga lahko uporabljaš med masturbacijo, ga imaš sam noter, pa delaš lahko druge stvari. Šah recimo igra. Recimo. Ne moram. Ali pa ga imaš med seksom noter, medtem ko kroglice ti pa največ užitka prinesejo, medtem ko jih daješ ven. Ok. Lahko jih imaš seveda tudi noter, ti daje tudi ta občutek zapolnjenosti, ampak največ užitka ti pa prinesejo, ko medtem ko jih izvlečeš, stimulirajo mišice vhoda v anus, analni sfinkter. Tam je ful živčnih končičev, je zelo občutljivo in je zelo prijetno, ko v bistvu te kroglice masirajo ta vhod v anus.
In ja, kot si rekla, daš ven. Napaka je, da narediš tako, ker da bi motorko prižigal, jih počasi vlečeš. In če si sposoben, je lifehack, da medtem, ko ti pride, ko ti prihaja, si to ven vlečeš in je potem še bolj intenziven občutek orgazma. Okay. Zdaj, če imaš partnerja pri tem, je ful lažji, da ti prihaja pa ti on potem še o tem razmišlja, da mora to ven povleči. Ti se pa sam sprostiš. Ti se sam sprostiš. Če si pa ti pač toliko sposoben, da lahko med orgazmom še to ven vlečeš, pa še toliko boljša, da lahko multitaskaš. Ja. Mislim, jaz sem sprobala to, tudi, da sem si, jaz sem to kar pod tušem, ker jaz sem bila tako, kaj če bo kaj gor, slučajno. In greš pod tuš. In je potem to ful dobro, zato ker pač če je kaj sam, splakneš dol vse. Tako. Če ti ne vidiš, da je kaj gor. Tako. Tako da, v bistvu, meni so bile kroglice ful fajne, ker sem jih sprobala. In jih sicer ne uporabljam ful pogosto, samo zaradi tega, ker res dosti globoko pridajo in pri kroglicah se da kdaj zgoditi, da kaj vstane gor. In mene to malo moti, ne. Ene pa to ful ne moti in mi je čisto vseeno. Tako da, za kdaj pa kdaj so meni ful fajne in bi jih ocenila 8,5 od 10, samo zaradi tega efforta, ker pač moraš se malo čistiti prej. Ampak ja, ful mi bi bilo dobro, če bi še vibrirale, meni je fajn, da še nekaj vibrira zraven, ampak tako za začetek je pa fajn. Pa dobro je, ker so te silikonske in so take bolj mehke. Zdaj, ta prva bunkica, malo težko je noter spraviti, zaradi tega, ker je čisto mehna in moraš tako malo se matrati, moraš lepo jeti, pori pa lažji. Je pa dobro, ker mehna, ti počasi raztegne. Tudi ful dobra predpriprava na analni seks je, zaradi tega, ker ti lepo anus počasi razteguje in ga pripravlja na to, da bo šlo nekaj večjega noter. Ker ti čepek sam noter stoji, lihtis najtanjši del je pač pri vhodu v anus in ne raztegne toliko zelo. Čepke pa lahko res kupiš različne velikosti in se potem igraš in daješ ven pa not. Tako da, fajn za analni seks pripravce, fajn za povečati intenziteto orgazmov, fajn, če kupiš vibracijske. In ja, jaz res imaš tudi kakšne take na štrikcu, samo en ti štrikec se mi zdi, da se, ne vem, me je to tako. Mora biti silikonski. A veš, da so prav na vrvici bunkice gor. Na vrvici, ne na vrvici. To se malo kruto sliši. Meni se to zdi, kot da ne bo. Kruto sliši, ja. Meni se zdi, da bi ti anus popraskal, ko bi tako vam vlekel. Ja. Malo srednjeveško to. Ta pa tako taka moderna, veš, oblika. Pa srčki so, ne? Ful je, dejansko je ful, to sem hotela reči, ful je tak estetski. Tudi to, kam na konc tega srčka. Ja, meni je zaradi tega všeč, kaj pač ja. V obliki srčka. Jaz sem ga sam zaradi oblike izbrala tega. Pa lubrikant treba zraven, seveda nujno. In veliko lubrikanta, ker pač zadnja stvar, ko jo pa hočeš, je pa, da si daš to noter, pa pač čakaš, da ti pride in potem se ti že ves lubrikant upije noter in potem ti to na suho ven vlečeš. Edinče, kjer mu paše. Ja. Edinče, kjer mu paše. Če kjer mu paše, drugače pa rajš ne. Tako da uporabiš nek analni lubrikant, ki je malo bolj vzdržljiv. Silikonskega ne, zraven silikonskih igračk. Lahko pa uporabiš tudi kakšno olje, recimo kokosovo olje za analne igrice je čisto super. In to pa bo dalj časa masno ostalo. Itak silikon z oljem uporabljaš, ne, zaradi tega, ker to gre skap. Sam ne smeš silikona na silikon. To je to v glavnem. Če bi tudi vi radi kakšen tak analne kroglice probali, vibracijske ali pa ne vibracijske, to vse dobite na Pitchpopu, koda med nama 10 vam pa prinese še 10% popusta. A ima žena doma kakšno igračko? Jaz bolj niti ne. Imam pa v bistvu eno, ta femgazem. Imam. Res? Ja, ampak jaz to na drugačen način uporabljam. Jaz si s tem pač penisa ne stimuliram, kaj je tak zanimiv. Z drugo stranjo. Uno mi je malo premalo intenzivno. Un je pa Zunin ta drugi je pa tako trrrr. Si res trrrr. Ja, ampak je tako, je zanimivo tudi, da tudi z druge strani deluje. Drugače, tale Power Flower. Tale Power Flower je tu bi ti prav tako gor ga daš. Ja, sem res. In ena sodelavka je to enkrat na tipu sprobala in on je bil ful tako skeptičen, nam bo všeč ali ne. In pa mu je pršal in je bil kar tako. Ne, to je čisto en drugačen način, se mi zdi, tako stimulacije. Kukor če je pač tako klasična ta masturbacija, ti si je pa, ko so te vibracije in je čist nekaj drugega, no. A ti daš prav na frenulum ali na glavico bolj ali kako? V bistvu ja, ali v bistvu na ta prehod vmes med glavico pa med
Kulsko. Ja. To jaz skozi govorim moškim, da morajo probati. Ja, ne, In evo, dejansko. Ja, Mat veš, da dokaz. obstajajo zdaj Resen čist poseben feeling, no, tako. prav take obstajajo igračke, ki so prav za to namenjene, ne, un hot octopus pa je, ne, ki lahko tudi brez erekcije uporabljaš. Sem daš si okrog in pa ima tako vibratorčke v spode in ti pač sem vibrira, prav za penis je narejeno, da si ne rabiš držati. Aha, Sem še daš to. gor, In štekaš. si tako. Ja, ja. A veš? Jaz smo ti pripravili eno darilce. Lej, ful je težko izberati, ker vzami za nekoga darilo, ker nikoli ne veš, kaj je taka Kaj? specifična situacija, ne, pa specifični izdelki. Ampak mi smo malo na blef, pa upamo, da ti bo všeč. A ti povem, ali hvala. boš Bom pogledala? pa ali- mi lahko vmes v bistvu. Ok, dej tako ven vleči, smo povedala. Tu so ene take oblazinjene lisice kulske, ki se ne bojo odpele in jih lahko Jas. ful uporabljaš tako. Amazing. Pa to vam jaz uporabljam še kdaj za kakšen nastop, Ja, pa to ja. slej, full dober, full, I love it, Okej. I love it. To sta mi čisto založile. Tu so To je pa- eni čigumi, ki so isto za libido, kukar te čokolade, pa tu ne, in iste sestavine imajo noter, pa žvečeš ga. Jaz sem zdaj glih probala jih. Mečka so grenki, ampak tu meni sem povedal, da so dejansko te Da sestavine delajo. noter in mi smo doma vse probale zadnjič, ne, ker tako, to sem jaz naročila in sem dala. Zdaj pa bomo vse probale te čigumi, da vidimo, če delujejo. In vse smo se drugače počutile. Pa spet nismo vedeli, ali je placebo ali ne, but it worked. Jaz Tako bom da- probala. The best. Dober, Ja. oh my god, hvala, full. Ok. Hudo. Pol pa še en tak čist poseben čep, Yes. ki je pa veš, kaj tako iz tazga materijala je Silexpan se reče in je tak mehak, kot da bi bila spominska Okej. pena, ampak čist drugačen, ne znam ti razložiti. Za začetnike. Mogla boš, ja, Za v bistvu. hudo. Tak Top. Se ti ne zdi Zvrst, malo ampak- velik za začetnike? Ne, se mi zdi kar lepo optimalen, tako da jaz bom to vse probala. Top. Ful vam Joj. hvala. Joj, ful vam hvala. veseljem. So zadeli. Ja, Ful- čist the best. Jaz sem ful srečna. The best. Tole se pravim, tole imam jaz kot modni dodatek Ja, ali pa kot dodatek za v posteljo. ja. Tole bom definitivno probala, ker jaz Med sem šahom včasih igranjem. Recimo, Ja. recimo Mhm. ker jaz sem včasih malo občutljiva zadaj, tako da se mi zdi to ful dobra taka zadeva. Okay. Teh se pa v bistvu tako iskreno najbolj veselim. Top, the best, da Da izporoč, probam, če pa da dela. vidim. Ja. Bom. Ful vam hvala, ful Z lepo. veseljem. Ful hvala. Joj, tako sem vesela, ker Ful na zadnje, lepo. ko je bila Vesna, ne? Nismo ji dale prave igračke. Kaj ni? Kaj pa je dobila? Jih ima že doma. Ja. Bo Ima pa že doma. podarila. Ja, Bo pa sej, podarila. ampak ful je lepo Pol ve, da je veš, če je dober. nekdo tako navdušen, ko si ti navdušen. Meni je ful ful lepo. všeč, ful hvala, res, Ja, z veseljem. res ful hvala. Dobro uporabljaj. Bom, pa sporočim, javim. Ja, Ampak jaz razmišljam, da v bistvu sta vidve pol ful dober za dele, če sta ji nekaj taga, kar že ona sama ima. Ja, ampak je tudi dobila enkrat za darilo. A ja, Ti kad si drugače že pa v dala, nulo. ne? tako. ona je bila na podkastu pri njih, pa jim je dala tu za darilo, ampak pa je ona prišla tle, pa smo ji dali isto za darilo. Pa mene A še Sara veš? sprašvala, če že ima nekaj tazga, pa smo jaz košit, ne vem zdaj. Fura je bilo potem, da so bile 4 in pa so dobile 4 različne stvari in jaz nisem vedela, kaj je vzela. a ne. Ja, pa je tako sama Tako si da- kriva. Le, če dalje na boljš gre. Lej, bomo, ja, se učimo. Ja. Mi smo še baby podcasterke. Ja. Cute. Ampak nam gre ful dobro. Danes sem prav presenečena. Jaz sem sicer malo bolj tiho, ampak ti to tako shendlaš. Ti bi lahko kar imela podcast z ne vem nekimi. Ti se ful dobro tako pogovarjaš z Idemo. ljudmi. Se Ja, ne? ja, To je bil ja. kompliment. Oh, hvala. Ja, ne vem, prosim. upam, da se. Ja, tako A veš pa, teče ti. dejansko so take teme, ki lahko bi bilo, pa imaš tak cute način, a veš, pristopa, pa tudi pogovora o tem, kar se res lahko, se ti isto, kar se Ja. res lahko uno pogovarjamo, kada načni. Ja. No, Kada se to me pa pogovarjamo, veseli, da se kako tako kuhamo. počutiš. Ja. Ful Ja. dober, res. Ja, zdaj boš mogla še malo se pogovarjati, ker imam pripravljena vprašanja iz Instagrama. To se pravi, ljudi zanima. In sicer, eno par stvari smo že pokrili, tako da bom jaz le malo pogledala. Okay. Kaj so tvoji doma rekli, ko si postala drag queen? Moj doma, jaz imam ful srečo pač z mojo familijo, ker so ful supportive, vsem me podpirajo. In jaz že takrat, recimo, ful nisem imela problemov, ker sem kam avtala za gej. Tako da so bili že takrat vsi tako, ja, sej ti si verjetno ta zadnji pogruntov, mi ostali smo že vedeli to.
Tako da, ko sem pa rekla za drag, so bili pa vsi tako, Janez, pač, tako navaden, tako so bili veseli zame, se jim je tudi zdelo, da je to nekaj primernega zame. So pa ful fani, recimo, ful tudi hodijo na nastope, me podpirajo, so navdušeni, dajo mi povratne informacije, pomagajo mi s kakšnimi idejami, tako da jaz imam res zlato familijo, tako da sem res ful srečna. No. To ti pa tako prvošen, to je pa tako lepo slišati. Ker če ni, mislim, včasih je težko, tudi ko smo se pogovarjali, ker recimo si deležen te homofobije in pol se razmišljam, a si predstavljaš, da imaš še doma pol to. Ja. Medtem, ko po drugi strani, če imaš pa doma to podporo, si pa tako, pa trešite me homofobi na TikToku, kar hočete, jaz imam to zavetje, familijo, prijatelje, tako da je to. Ja. Zlata vredno. Res, kako dobro. Kaj pa te nastopi? Ne vem, za tiste, ki ne veste, Jenna nastopa s takimi originalnimi priredbami znanih komadov, ki jih narediš, v bistvu večino jih poješ v slovenščini, ker še ga tudi v angleščini so zelo taki žoftni. Ja, zelo taki spicy. In kako, kje dobiš te ideje, koliko časa traja, da se to enega zmisliš, pač kaj ta proces me zanima. No, jaz to ful rada, pač jaz se že tako ful rada s temi zadevami, sem tako sproščena, pa se tako ful imam tak mogoče seksualen humor, pa ful rada rime iščem, ful rada pišem pesmi tudi tako nasplošno in pol mi je tako kar mržan dve taki zadevi, ki sta mi ful blizu, to se pravi ta humor, ta seksualnost, pa pač ta moja ljubezen do poezije. Tako da meni grejo te zadeve tako presenetljivo hitro. Jaz sem recimo, ne vem, nimam inspiracije, pa bom fulenga časa, se ne bom nič spravila, pa dejansko, ko se jaz usedem, ko se spravim, ko mi zlaufa, je pa to lahko tudi, ne vem, koliko imam rekord, ampak to je tudi v 15 minutah, recimo lahko. Kaj dalj časa traja, pa popravljaš, pa se pol nekaj časa nadgrajuje, kakšne sem pa imela res, da sem jih sam izlila, pa je to. Samo v mudu moram biti, ta pravi. Pa si ful samo kritična, tako so ti tvoje stvari všeč, že takoj, ko jih recimo napišeš tu po teh 15 minutah, si ti ful ponosna, kad ti je uspelo, ali si ful samo kritična? Za ene ja, za ene ne, pa zanimivo mi je to recimo, ka so različni, ka jaz mislim, recimo, ne vem, 4 komade, zdaj le za Christmas, ne, sem 4 komade recimo napisala, in sem mislila, da bo en full banger, da bo to ta glaven, pa ostali tako malo, za enega sem mislila, to sploh ne bo, pa folk z čisto enim tretjim najbolj za vajba, tako da je full tako različno, recimo, da imam drugačen polokus, da jaz mislim, da bo en boom, je pa kakšen drug v bistvu. Težko potem pol oceniš, kater bo, ne? Ja. Je pa itak tako, mislim, tudi tako iz tega umetniškega vidika se jaz zavedam, da to niso neke stvaritve, ne in kaj, ampak je itak point tega zabavati ljudi, da se ljudje sprostijo, tudi to mogoče, ka vidve, da pač, da približamo to seksualnost, pa odpremo pač ljudem, da so to zadeve, o katerih se moramo pogovarjati, od katerih se moramo hecati, da nimajo neke stigme takoj gor. Top. Tako da v bistvu to, pa pač humor, da se ljudje sprostijo, da se zabavajo, da se nasmejijo. Tako da ja. Ti je kdaj težko tako pisati? Imaš take blokade? Imam recimo blokade, pa mi kar ne zlaufa. Ali pa se spomnim, da bi en komad pa ful rada prevedla, pa mi kar ne gre, ali pa ne vem, recimo, ko se začnem pripravljati za en pač ta šov naš, pa ne vem, kjer komad, pa mi je preveč všeč, pa ne vem, s kjer mu bi zavajbala, pa to. So to, ampak pa se nekako zmeri na konc sestav, tako ka mora biti. Najdeš pravo pot zmer. Tako. Top. Jaz bi rada sam povedala, da sem bila nažalost samo na enem do zdaj, ampak bom šla še na kakšnega tale drag show in tvoja prezenca na odru je nora. Pač to uživo, ko sem te videla že na TikToku pa na televiziji, pač je ful dober, ampak uživo je pa tako 10 levelov boljš. In jaz sploh nisem, pač res nisem mogla verjeti, toliko je dobro in jaz res, pač, če imate priložnost, pač daj pejte to uživo poslušati, ker je toliko dobro, toliko je zabavno, pač to ste tak šov naredili. Za Halloween sem bila, amazing. Mi smo z bivšimi sodelavkami smo šli skupaj in smo se toliko zabavali in
res. Imate res redne dobro. šove, Hvala. imate tako kakšen reden program, tako da je vsak teden en šov, ali je tako Imamo. priložnostno? Ne, bolj priložnostno. Okay. Če smo imeli redne, smo v bistvu imeli tako malo bolj mesečne, oziroma imamo mesečne. Zdaj smo se pa nekako tudi usedli s puncami, pa smo se odločili, da bomo mogoče bolj kot na šovih delali na kakšnih bolj predstavah. Okay. Na ta način. Nice. Okay. Na ta način. Ko včasih imate samo, kaj že ti z gej klub, kaj je. In pol jaz ne morem Ja. priti pač tega gledati. Zakaj Je ne? valjda, da lahko. Kje že? Zakaj ne? A Tiffany? Ti v Tiffanyju. na A jaz Metelkovi. mislim, da to jaz ne morem priti. Ja, valjda, da lahko. Pač jaz sem Valjda, da sama lahko. Ne, itak da lahko. Mislila, da si izločena Ja, jaz iz sem bila gej tako- kluba, ker Ne. nisi Ne gej. moram. Ne. A res pa, kjerkoli imate nastop, jaz lahko pridem. Ja, kjerkoli. Kjerkoli. Ja, koliko se mi je zdaj vrat odprl. Tako da. Jaz bom se malo sem popravljal. Joške si popravlja, da ti ven ne bojo pale. Da se ne vidi. Da se ni videl. Ne, se mi se, a se vidi? Ne, nič. A je zdaj v redu? Oh my God. Ne, ja. drugač, ful ti hvala za kompliment. Pa mogoče bi sam še to dodala, da meni folk to da pol. Ta občinstvo, ki je pač, ki je tako dobra energija, ki je tako dober vibe, ki je občinstvo tako s tabo, da meni to pol to doprinese. Ja, to pa Tako da verjamem. Ja. to, ka občinstvo uživam je še 10krat bolj. Tako da. Je le rojena za nastopanje. Drugač pa, kako si se sploh naučila pač vse to zrihtati, pa vse ta make-up? Pač rekla si, da rabiš tako 2 do 3 ure, da se vse tole zrihtaš. Tako? Pač, ker to je effort, you guys. In kako se sploh naučiš pač vse ta make-up narediti, pa lase zrihtati, pa odkje ti to, pa koliko časa je trajalo, da si to izpopolnila? Osvojila. Se to se itak skozi izpopolnjuješ, ni tako, da gre čez noč. Tudi v make-upu skozi nekako rasteš, pa se boljšaš. Ampak recimo, da sem si znala nekako spodoben make-up narediti, sploh glede na to, da jaz prej nisem nikoli v lifeu delala make-upa, dokler nisem z dragom začela, da sem rabila kakšen let pa pol. Dobro, sej že prej bilo kaj tako, ampak tako, da sem bila jaz, recimo, da sem lahko rekla, da zdaj sem pa nekako zadovoljna. Ampak politik to skozi zvajo, večkrat, ko se namažeš, različne stvari sprobavaš, eksperimentiraš. Jaz sem recimo nekaj sem se naučila od kolegic, so mi recimo povedale, kako na kakšen način, nekaj od YouTuba, večino pa dejansko s to vajo. To se pravi, da sem je šla zvečer, sem si vzela cajt, sem si dala musko in se sam mazala, brisala, namazala še enkrat. Ful mi tudi te moje sestre, ki imamo ta drag house, mi pomagajo, kad ti včasih ti neki ful ne gre, pa ti samo eno besedo mora reči, da je malo bolj temno, da je malo drugačno barvo, pa takoj naredi ful razliko. Glede stiliziranja pa to imam ful rada, pač modo, že tako nasplošno, pa itak več je od regu. Tako da to je ena taka ful sladka zadeva, te kombinirati outfite pa to. Za frizuro je pa ta naš The Mother of the House, gospa Molekula, je pač frizerka in nam on tako lepo stilizira pol te frizure. Kaj je ta house? Daj mi tu povej, kaj je tu? Tu jaz si predstavljam, kot da imate neko hišo, ko vsi skupno živite. To drugač ful folka je tako, kaj, vi imate prav hišo, Ja, kaj molekula ta? Daj nam malo povej, jaz ne vem, ne razumem. To je v bistvu drag houses, to so neke skupnosti dragic, ki malo bolj skupaj nastopajo, so bolj povezane, skupaj ustvarjamo, Okej. mi smo tako ful in zasebno in na vajah in na nastopih se ful družimo. So v bistvu neke te skupnosti. Okay. Drag, pa večinoma ima hiša mati, ki je tako ta glavna, ki organizira te zadeve, ki bolj pomaga, svetuje tudi. In to je pri nas ta molekula, ja. Oziroma naš Alex. On nastopa malo, on ful dobro nastopa in izven draga in v dragu, tako da oboje. In on recimo ful nam šove nam rihta, tudi ideje so recimo, če mi nimamo idej, pridemo do njega, za te kakšne malo bolj predstave ali pa zaključene, to je večinoma njegovo, ideje, pa nam pa tudi s kakšnimi temi stilskimi nasveti, pa pač frizure nam on dela, ker recimo jaz, sem si probala že kdaj sama narediti kakšno frizuro, pa je že kaj nastala, ampak ne pa tako, kot on to zna, recimo. Eva, so kakšna posebna pravila? Recimo, če bi jaz hotela biti dragica zdaj, ne, bi mogla imeti isto tako velike joške, pa tako velike lase, ali bi jaz lahko imela tudi čist mehne joške? Lahko imam? Ja. Pri dragu je lih to, da
da imaš ful odprto, da je vse ful odprto za interpretacijo in jaz, tako kot pravim, reke po eni strani ali karikiranje pa potenciranje ženskih lastnosti, to se pravi, ti imaš ogromne trepke, da imaš ogromne lase, da imaš ogromne joške, po drugi strani pa reku zame tudi ene lastnosti, ki so stereotipno moške in jih naredi pol ženstvene. Recimo imaš ti dragice, ki so bearded queens, ki si prav brado naredijo. Imaš dragice, ki so bold queens, ki prav furajo to zabrito glavo. Pa imaš dragice, ki se ne brijajo, ki so prav kosmate. Tako da v drag je v bistvu to je mogoče edino pravilo, da krš pravila, da se igraj, da se zabavaj, pa da imaš neko svojo špuro, tako kot te paše. Če ti paše imeti velike joške, imej velike joške. Če ti paše imeti majhne, imej majhne. Če ti paše biti kosmata, bod kosmata, tako da na ta način. Cool. Okay. Everything goes. Jaz sem še eno vprašanje. Tam na unmu nastopu, ki ste ga imeli, en je nastopal prav pač nič v žensko oblečen. Kaj je to fora? Imamo pa mi tudi plesalce naše. Tako da recimo, ja. On je pa prav plesal, on je delal vse sorte, pač on je tam za vse z tega porabil, bo gre več, na koncu je bil z bleščicami cel pokrit, pač nič ni bil oblečen, sem tako, kaj zdaj to se dogaja? Naš Čiči pa naš Lor sta plesalca, pa imamo jih še, ampak mi smo v bistvu tudi zastavili si tako zadevo, da nismo čist klasičen drag house, ampak smo v bistvu nek umetniški kolektiv. Queer umetniški kolektiv, oziroma pač sprejmamo vse, tudi straight recimo. In pol vsak neki doprinese s tem svojim, ene smo dragice, eni so plesalci, tudi recimo ta Alex, ki sem omenila, on recimo včasih vod kot izven draga, včasih v dragu, tako da smo tako malo bolj odprta drag hiša, bom rekla. Aha, ok, zanimivo. Zdaj imam pa še eno vprašanje. Kam gre penis? To fulkrat dobim, sem mislila, da bo že bolj zgodaj to vprašanje. To vse zanima, ker pač Niga. Nobene, pač to je vse zelo lepo ravno tam dol. Tako. Zdaj obstajata dve metodi. Jaz uporabljam to, ki je malo manj kruta. To se pravi, imaš te padding pants, ki imaš zraven tudi narejeno, recimo, jaz imam danes ritko malo bolj narejeno, lahko imaš tudi bokce in ti vse lepo so, kukar bi bile malo, kukar bi hotele biti malo kompresijske in si pač ga samo daš, lahko si ga spodaj spodvihaš ali pa zgori in si to daš čez in pol itak prideš še 3 vsaj plasti žabic. Zaradi tega, ker jaz recimo po nogah ne brijam in si zato dam, da se ne vidi. Lifehack za ženske! Tako. 3 žave gor, pa se ne vidi dlake. Sicer je tudi boli, pa je tudi to naporno imeti toliko teh gor, ampak vseeno je pa ena taka fajna, en tak fajn hack. To se pravi, to je en način, drug način je pa, če bi recimo pa hotela biti gola, pa to je pa pobrit se čist, zadnji ga potegniti, pa duct tape. Tista je pa brutalna, to pa nisem še nikoli dejansko probavala. Tudi v Sloveniji ne vem, če poznam, če se to lih nekaj ful dela, se pa ne vem v Ameriki, recimo, ki je pol malo drugačen tudi nivo, ki je malo bolj kruta mogoče tudi ta kultura, ki je malo večja tudi konkurenca, pa to tam pa. Predstavljam si, da tu pol lahko boli. Jaz recimo polat sam sploh ne čutiš več noč, recimo, ker jaz sem zdaj, to je drag je ful fizično necomfortable, kaj meni recimo in te joške mi je vroče, pol imam steznik, ka me klele veže, pol so te peci pa to, ampak at some point si že to, da sploh ne čutiš več noč in si sam še tako, no. Zadnjič enkrat smo snemali. Jaz sem v šoku. To je pol tako fizična, malo nočna. Mislim, zame bi bila nočna mora. Je, ampak veš, koliko je pa dober feeling, pol, kad daš to dol. To je pa uno. To je pa tako, kad ne veš, da lahko toliko uživaš v svojem telesu. Tako da, ja. To je prav BDSM. Po eni strani, ja. Še eno vprašanje. A potem, ko imaš vse te sloje gor, a pol ti nič ne piješ, zato da ne rabiš iti lulat? Tudi to, ne čutiš več te potrebe, sam včasih pa pride polje, pa to so pa tudi cele komedije. To vse dol spraviti, te sloje žab, ven vzeti pol, nazaj gor, tako da je cel projekt. Če res moraš iti, pač moraš iti in je cel projekt pol iti na WC. Ampak jaz se mogoče raj tega držim, da malo ne pijem, pa itak te vse tako tudi drži, da nekako jaz se ne vem, koliko je toliko zdravo, ampak dostikrat me lulat prime šele pol, ka gre vse to dol.
Tako da, verjamem. beauty is pain. Ja. Tlele dobesedno. Pač tle- jaz že sam, če imam ene žabice gor, pa krilo meni je tako naporno. Meni na WC. je naporno vse, kar si oblečem, me veže neki, ne veš, sploh A si ne veš? predstavljam, zdaj sem kar malo bila tako, fuck. Ti imaš ful enih senzacij zdaj na telesu, v bistvu. To je, ni da ni. Da Okej. ni. Res je prav, kad reki v bistvu tudi ta umetnost iluzija, ne? Kako zdaj ti si narediti, recimo, tudi tak telo, tudi obraz, kako si ženstva narediti, tako da... Ej, jaz bom par vprašanj, ko sem se sprašvala zdaj doma, par dni, če so sploh primerna. Ampak Kar? zdaj se mi zdi, da Bring ti it ni on. panike tako odgovoriti, pa bi te kar vprašala to v bistvu. Zanima me tako, ne vem, si ti že, ko si bil otrok, tako, ne vem, čutil to, ali pa ko se fantki v punčke oblačijo, pa mamičine obleke, kako je bil, si ti, ne vem, si tu delal, pa si pol ugotovil, da bi tu hotel. Ja, jaz sem bil kar dosti tako otrok, da sem že pač od otroštva, so me zanimale te zadeve, tudi jaz sem se recimo ful z barbikami igral, ja, v mamičino omaro, mamičine štikle gor, za pusta sem bil zmeraj neka ženska oseba, tako da to, pol je pa v bistvu, tudi včasih kdaj sem si želel biti pač punčka, ko sem bil mlajši. Pol je pa to nekako šlo, pol pa nisem... uživam v svoji moškosti, tudi zdaj recimo uživam ful v tem, da sem moški. Pa za kakšnega pusta sem se pol še tudi, ko sem bil starejši, oblekel v bejbo. Zdaj pa zato sem mogoče tudi toliko zagrabil ta drag. Ker da mi je nekaj manjkalo od unga otroštva do zdaj, ker zdaj sem pa jaz lahko ena sama velika barbika in se sama s sabo tako. Ja, se to je bilo moje naslednje vprašanje. Tako, recimo, zihar mora biti nekaj povezano z ženskostjo pa moškostjo, ker drugače bi se pač lahko oblačili tudi v, ne vem, ptice ali pa v slone ali pa nekaj, ne? Ja, ampak tako, ne? Sem hotela vprašati, če pač s tem tako v bistvu pol neguješ to nek del sebe, ki ga drugače mogoče ne bi mogel. Ja, ja. Pa tu je bilo tudi vprašanje, ja, če si kdaj želela biti punca. Prav tako, res, da si prav o tem razmišljala. Ful. Takrat, ko sem bila otrok, ko sem bil mlajši, da sem imel kakšne take, ampak recimo da sem imel kakšne take misli, da bi pa res želel biti, pa imeti, ne vem, dolge lase pa to. Ampak zdaj pa ne, zdaj pa nekako uživam ful v tem, ko sem moški in uživam ful v tem, ko sem v dragu, ko sem nekako. Tako da je v bistvu the best of both worlds na en način. Ok, top. Ej, pa misliš, da se tako kdaj ljudje zmedejo, če imajo tako, recimo ti si zdaj rekla, ja, meni ful uživam, ker sem tako oblečena. Se ti zdi, da kdaj zmede tako lahko moške pa pol, ker jaz sem zdaj da ti ful ločeš med tem, ali bi rad bil ženska, ali pa se samo oblačaš v to. Ja. Jaz mogoče ne bi rekla, da zmede, prej obratno, da mogoče kdo, ki prej se ni sprašoval o tem, ali pa je imel to samo nekje v podzavesti, pa je čez drag v bistvu ugotovil, da je pa ženska v sebi. Okay. Tako da mogoče bolj, da pomaga odkriti, ne toliko da zmede, ampak da pomaga odkriti ta del sebe. Da pa pač si želi pa biti res samo ženska, oziroma biti ženska. Ok, cool, Tako da hvala. to se mi zdaj ful nekaj terapevtskega je tudi v dragu, tako na ta način. Ok, cool. Ja, tu so ta moja vprašanja, na katera še nisi prej odgovorila, ker si sej že ful teh vprašanj, se mi zdi, da smo šle kar globje, ko sem mislila. Še nikoli ne veš, če lahko koga vprašaš tako vprašanja, če je hotel biti kdaj ženska. Jaz ful rada o vseh teh zadevah govorim, pa imam ful rada tudi, da se o tem pogovarjamo, ker marsikero kakšno travmo, kakšen predsodek pač s tem razbijaš, tako da se mi zdi, da je res, da je fajn, da se pač v tej družbi, da se pogovarjamo in da se dejansko govori o teh zadevah. Cool. Ful si dobro to Tako da ja. razložila. Ja. Ja. Top. Best. Hvala. V bistvu smo več ali manj pokrili tale vprašanja. Za konc imamo pa še eno vprašanje, ki pa ni vezano na drag, zato ker imamo mi dve vedno še en segment, kjer pametujeva. Okay. In velikrat imamo izmed over.net kakšne debate, ampak tole pa preromalo v moj Instagram DM in se mi je zdel, da bi pa lahko to s tabo debatirali. In zdaj, ko vem, da si mojstrica oralnega seksa, pa še bolj. popolno. Tako da, Sara, boš kar prebrala? Ja, z veseljem.
Ojla, Lucija, spoznala sem enega fanta in sva zadnjič prvič seksala, mene je kar malo šokiralo, ker je obrezan. S tem se srečujem prvič in mi je bilo zelo čudno. Sploh ga nisem znala prijeti v roke, nisem znala z njim delati nič, plus še ni neki zelo obdarjen tam spodaj in meni je tako čudno vse skupaj. Lahko bi imela Saro kdaj podcast na to temo. Kako se lotiti tega vsega tutorialno, ko sem ga? To je zelo drugače, kot sem navajena na neobrezane. Pa še to, zdaj imam že z drugim fantom iste težave, res da sva šele enkrat seksala in pač so lahko za tole mogoče tudi živčki krivi. Prejšnji fant je bil tudi samo tako malo zasproti, ampak težave so pa iste. Njima je penis stal, sta imela trdega in potem naenkrat, ko sem ga jaz prijela v roke ali ko ga je dal noter, je padel takoj dol. Zakaj se to dogaja? Nič mi ni jasno in zdaj se skozi sprašujem, če je na meni kaj narobe, da se to dogaja, ker je res že drugi fant, ki se pač isto dogaja. Hvala za odgovor. To je kar... Več zadev za pokomentirati. Se bomo šli kar po vrsti. Najprej bomo tole, obrezan, neobrezan penis. Definitivno ne. Mislim, če bi jaz mogla, jaz sem zmeri neobrezan, meni je to top. So pa ful različni, a ne, dejansko je ful različno in ta anatomija in to, ker pač obrezani so manj občutljivi in se dejansko na nek drugačen način moraš lotevati, moraš mogoče bolj, pa ne bom rekla agresivno, medtem ko te neobrezani znajo biti pa včasih bolj preveč občutljivi. Tako da je tudi spet neka druga zadeva. Ampak a ni še fora, ko je obrezan penis, ko je neobrezan, imaš še tisto dodatno kožico in ga laže, recimo, če ga drkaš z roko, lahko greš bolj gor pa dol. Če je obrezan, moraš biti ful bolj previden in ne moreš ti to gor pa dol, sploh ne na suho, je boljš, da uporabiš kakšen lubrikant ali pa ful sline. Tako da to je ena stvar. Itak pol, ko je v erekciji, je spet čisto odvisno, pri enih potem zgleda že, kada je neobrezan, ker pač tako vam se pokuka, pri enih je še zmer mal čez. Ful je različno od penisa do penisa. Tako da je ful variacij od tega obrezanosti, neobrezanosti. Pa eni imajo bolj obrezan, eni imajo manj obrezan. Tako po mojem se vsega penisa bi se nekako mogli individualno lotevati. Tako, jaz sem recimo ful rajšlik zaradi tega, bolj mi je tak malo skrivnosten, pa bolj zanimiv, če je pač neobrezan. Pa dejansko sem jaz tudi prvič, recimo, ko sem z obrezanim bila, sem tudi bila tako, ga ne boli, a mu ne vlečam. A pa si vprašala ga potem, kako mu paše? Sem kar pač po svoje malo, na blef, pa ni bilo, I hadn't had any complaints, ampak recimo je spet ta, njega lahko to boli, pa bo recimo bolj mu pasal stimulacija glavce, recimo medtem, ko se mi je pa par neobrezanih že zgodilo, da ima pa glavco toliko občutljivo, da pa te recimo stimulacije ne marajo. Ja, drugače, to je tudi s tem povezano, da recimo tudi, zakaj so penisi manj občutljivi kot recimo klitoris, ker sta v bistvu narejena iz istega tkiva. Penis se v bistvu razvija iz klitorisa, in penis je skozi v stiku z gatami, skozi se nečesa dotika in je tudi zaradi tega manj občutljiv, ker če bi bil toliko občutljiv kot recimo klitoris, ki je sel skrit, bi bilo pač preveč stimulacije. In je pač v bistvu od tega odvisno. In potem, če je penis obrezan, je potem še bolj skozi v stiku z vsem in je potem zaradi tega manj občutljiv. Če je pa skrit za to kožo, je pa pač bolj občutljiv, ker ni skozi stimuliran. Tako da je v bistvu ta logika biološka za tem, koliko je kakšen penis občutljiv. Politek spet malo od vsakega posameznika odvisno, ampak neko pravilo je to. In jaz sem drugače tej baby svetovala, glede tega obrezanga. Jaz sem ne rekla pač prvo kot prvo, uporab lubrikant, uporab ful velik sline. Pa rekla sem mi pač ne se osredotočiti zdaj samo na penis. Tam so še jajčka, tam ima še presredek, če mu je všeč, lahko še okrog anusa si kaj, ker se mi zdi, da se prepogosto preveč osredotočimo zdaj sam na ta penis. Ja, je sam to. Ker ni sam penis tam, tam od spodaj, kar je občutljivo. In lahko, da mu pa ful bi pasal, če bi se malo več z jajčki igrala. Da je vse pač čim bolj mokro, da vse čim bolj teče, pa če gremo še šir z, bradavičke pa te zadeve, ko v bistvu cel telo je nekak spolni organ. Pa se mi zdi, da recimo ženske se tega bolj zavedate, kakor moški, pa bolj tako raziskujete tudi te zadeve, ka moški so pa dostkrat
Pa dobro, kle mogoče gej moški malo izuzeti. Straight moški so pa doskrat res sam na penis, to je moj spolni organ, če je karkoli druga, pa ne. Recimo, veš, že do anusa, recimo, da prijaš že jed. Ne. Tudi se mi zdi, da veliko moških je kar sram, če jim paše, da se naprimer z bradavičkami kdo igra. Pa jim paše, pa včasih imajo pa prav v glavi tako blokado, da pač bi mogoče pasal, ampak imajo v glavi to ne, to ni, jaz sem moški, meni to ne more, ne, meni to ni fajn. In bojo ustrajali in bojo sami sebe prepričali, da jim ni fajn, čeprav bi jim lahko bilo zaradi tega, ker imajo čisto isto anatomsko, kot imamo mi ženske, pač isto je uživčeno, samo da pač mogoče so manj povezani s tem, zaradi tega, ker niso naučeni, da je pač to lahko tudi njihova erogena cona. Ampak je pač za moške čist, Ana? Kar ne vejo, kaj zamujajo, recimo. Ja. Jaz bi se še tle mogoče sem navezala na svojo izkušnjo, ker sem bila z enim nekaj časa, ki je bil isto obrezan in on je ful mal čutil. Res mal. Težava je bila tudi v tem, da potem je on vedno, ko je masturbiral, ful močnej mogel tudi masturbirati, kot navadni moški. Ne? Že navadnemu moškemu je lahko kdaj vagina, ne? Manj pač, ne? Manj stimulira in že zaradi tega navadnemu dol pade. Oni pa še tuk bolj in še tuk bolj na specifičen in drugačen način masturbirajo, da se tu velikrat zgodi. Plus s kondomom je imel recimo ful težave, pač čim, ka pa pol tako rečejo, veš, kao, vsak lahko nos kondom, sej pač v redu, ne? Sej je resnica. Ampak to je bila pa res taka specifika, težko je, bi pa sem, kako smo mi dva pol tu rešila, je bilo, da sva se pač o tem res pogovarjala, da sva pač obedva, veš, kaj to je, mi dva sva oba dva videla, da nekaj ni v redu, ampak noben si pa ni upal nič reči, njemu je bilo že itak bedno, ne, jaz pa pač tak nisem vedela, zakaj je tako, ne. No, pol, ko sva se pogovorila, je bilo že itak ful manj tega, ker gre ta živčnost stran, ne. Tle sem pač razbrala, da ima v bistvu, ona ima težave s tem, da mu dol pade in da je obrezan, ne? Ja, manj močno je pol masturbiral in je bilo tudi iz tega vidika ful lažje, pa pač jaz sem se pol mogla naučiti, katere točke na njegovem telesu so pač bolj občutljive, mislim pa, da že ta masturbacija manj močna je ful pomagala. To je to. Drugač tole z manj močno masturbacijo je najboljši nasvet ever. Zato je, ker ful moških ima ta problem, da jim med seksom težko pride in v 99% primerih je problem, ker so navajeni toliko močno na uro, stiskati. na hard. Ja. Tako da če jaz že vedno, ko mi je kdo kakšen tak problem, da pač dej sem nehi mal drkat. Po moje, dej sem za en mesec nehi, pa da vidimo, kje so v resnici težave, pa če so. Če sploh so težave, točno to. Lahko ful velik s tem vidiš pol. Klej tudi recimo sporniče, a ne? Ka pa recimo bo imel težave, ka bo toliko porničev gledal in bo toliko že zasičen s tem, da ga enostavno nič več ne bo zrajcal. In pol neha porniče, da to stran in spet pride na fantazije nazaj, te zadeve, ful ti je bolj vse močno in je problem rešen. Pogruntaš pol, tako, si rekla, v bistvu problema sploh ni. Ja, mislim, da lahko tako res odkriješ bolj, kaj ti paše, pa kaj ti ne, če daš malo stran te neke malo masturbacije pa porničev, da pol pač vidiš, kaj te res rajca, ne? Tako, ker je čist nekaj drugega. Čist nekaj drugega je masturbirati pa gledati porniče, kakor pač seksa dejansko. Sta tako dve čist različni zadevi. Ja. Sej pri teh stvareh, ena dobra stvar pri teh stvareh je, da so vse te težave ful enostavno rešljive, samo malo možgane drugač povezati. Rewirati, ja. Pač te povezave, ki se ti v možganih naredijo, se da ful enostavno malo spremeniti, samo malo navade spremeniš. Ne bo zdaj iz danes na jutr, ampak kakšen mesec malo spremeniš te stvari in to je to. Tako da, pač, če ima kdo težave nad seboj, to je vse popravljivo. Nisi zdaj uničen forever. Kurac pa vsak mu kdaj pač dol pade, tu je resnica. In pač it's not a big deal. Vem pa, da je moškim včasih to tuk big deal, da pol še nam postane res big deal, ne se začneš sekirati. Ampak zaradi tega, kar si rekla, ker se ne pogovarjaš o teh zadevah. Ker dejansko pol, če to razpucaš, pa spet, če bi se več o tem pogovarjali, bi vsi vedeli, da to pač ena navadna stvar. Tako pa kar nekuna stigma, pa vsak misli, se sam me zgodil, ne zgodi se vsakmu. In je pol sam še dodatna stigma. In gre sam globje in pol je sam začaran krog. Je pa zanimivo tu, da jaz kljub temu, da tu vse vem, pa se pol tu mi zgodi, še zmer mi pride misel, fuck, kaj pa če sem jaz kriva. Tu so tako normalne stvari, da tudi pol, ko se zavedaš, moraš včasih zavestno malo si reči, normalno je.
Pravno natrenirati se. Ja. Tako, to je navaden, to se zgodi. Ja. Kukar prdac med seksom. A veš? Ja, ja. Briljantno. Odgovorili smo na vsa vprašanja tukaj, Slej. full dobro. Odlično ste tole povedali, jaz nimam nič za dodati. Zdaj smo že pri koncu, sam še Never Have I Ever imamo. Ja, Za tiste, ki mogoče gledate prvič, pa ne veste, kako se ta igra igra, pa mogoče še zate, poznaš igro Never Have I Ever? ja. No, igrali se bomo tako, da bomo dali roko gor. Aha, ok. Vi se z nami igrate, gledalci, in za vsako stvar, ki si jo že naredil, daš prst dol. Tisti, ki ima največ prstov dol, je dobil največ točk in gre v zapor zaporedne. V glavnem. Prva trditev je, nikoli nisem seksal na javnem WC-ju. In če si daš prst dol. Jaz. Shit, jaz pa mislim, da nisem. To je pa ful dosežek, v bistvu sem ful ponosna. zdaj. A veš? Ker po mojem takrat, ko seksaš na javnem WC-ju, misliš, da je vse v redu, ampak pol, ko nehaš, pa se počutiš malo mazanga pol. Meni je bilo kar fajn. No. Mislim, tako. Pa je bil čist WC. Je bilo tako ustojet, dost, tako ni bilo neke fuluno, da bi bilo dotikanja ali pa to. Tako da je bilo tako smudli izpeljano. Okay. Bom tako rekla. Kaj pa ti, Lucija? Jaz tudi če ne bi nikoli ne zamujala. Meni je bil tudi en tak tril, vseeno, tako mogoče. Pa jaz sem... Ampak kje na WC-ju pa seksate to tako? V trgovini, v šoli, kje na WC-ju? Ali kaj? Ne razumem glih. Ne, Jaz to sem si na na žurki, to si pijan. V klubu. Saj, no. Jaz sem v klubu, vse možem, da sem tudi že večkrat, ampak zdaj konkretno to, kar se spomnim, je bilo dal pod kongrescem. A tako, sred belega dneva. Se je pač mudil, oziroma ne vem, a niti jaz, niti ta ni imel plejsa, pa so polkrat tako šli. Ja, se. Ja, no. Iz praktičnega Okay, vidika. štekam zdaj, kako se zgodi. Ja. Ja. Jaz sem mislila, da se to bolj ponovadi dogaja, ko si mal pijan. Zdaj sem se tudi, je bilo tudi že na žurkicah. Je bilo tudi že na žurkicah. Meni na pamet ni palo, da bi šla v WC seksat. Pa kamerkoli drugam, ven. Pa Ja, glih na na WC žurkici si greš. tako, pa greš tam, je nek tak intiman vse, intiman javen Ja, prostor. tako. Ja. Itak se ti zdi, a veš, ko si ti pijan, pa misliš, da pač je vsem vse tako blurry. Pa se verjetno jim je, ampak kakšen mu ni, ampak večinoma si misliš pač, saj noben ne ve, kaj se dogaja. Ja. In pa je to. Tako da laj. Ja. No hard feelings. Okay. Nikoli nisem gledal porničev s prijatelji. To pa jaz nisem. A res? Ne, s prijatelji pa res nikoli ne. A tudi tako, recimo, sem hodila reči, tudi v osnovni šoli ne. Tudi v osnovni šoli ne. Ne? Jo, enkrat sem bila pri eni kolegici, to je bilo srednja šola. In smo bili tam pač, a veš, to je še, ko so bili hišni računalniki. Ja. In poli tako, brskaš naokrog in tam v zgornjem predalu, to sploh ni bilo skrito, v zgornjem predalu tako DVD s porničem. In sem kar tako, what? Kaj je to zdaj tle? Vi imate to kar tako, da vsi vidijo. In ona pač čisto, nisva pa ga gledali, tako da. Ne, nikoli. Okay. Nisem imela prave družbe. Mislim, ja, mi smo že tako, ko smo bili otroci, pač, pa takrat vem, da je bil lih ta Severina, da smo to vsi pol gledali. Pa tudi zdaj, recimo, se pač ne vem kaj. Smo taka odprta družba, pa si kaj pokažemo tudi drug drugmu. Lih zadnjič sem, a veste, da obstajajo Disney gay porniči? Kako to misliš? Da Ja. se Pač oni oblečejo? animirani filmi Disney gay porn. Jaz sem videla No, ne. Elzo, te ženske sem videla. Aha, no, jaz sem te Ja. moške, ampak lih to mi je zdaj prišlo, zato ker sem kolegici pač kazala to Ja. in smo pač skupaj to gledali. Ampak si ti tudi v službi, recimo, smo gledali porniče kdaj. Sem res. A Ja, pa v enkrat službi mi je smo kazala gledali. ena sodelavka, mi je kazala Ja. pač svoj pornič. Jaz, Ja, selej. to pa ne bom povedala. Ampak ne, nobena, ki jo ti poznaš. Ok, v redu. Ampak Prav. v bistvu, Ja, lahko daš Pa pa smo moj bili ti se svojimi prst dol, prijatelji, ja. tako da. Ja. wow, A veš? ok. Cool, dobro smo se pogovarjali, še malo v tem Ja. sem ugotovila, da pa Evo sem. ti. Pa ja, v službi smo res drugače tudi gledali. Jo, v službi smo šefi porniče gledali. Fak, joj. Kako je dober, da Ne vem, je to res dober. Pa ja, Meni no, se no. zdi- Ker jaz tako, sem da- se vmes prav tako zavedla situacije in sem bila na eni točki tako. Mislim, da meni je to sam amazing.
Da so tako sproščeni, da je to. Mislim, se je bil sex shop, mogli smo za službo gledati pornič. A veš, Ja. v bistvu po službeni dolžnosti, veš, da povišica. Ja, ne, tu nismo dobili. Okay. Nikoli nisem prejel lap dansa. Ja. Jaz ga hočem, pa ga kar še zmer nisem. Res ga hočeš? Ja, Od Jana? ja. Uf. Pa tudi enkrat sem bila, enega sem imela, ki je včasih bil nek eksotičen plesalec, a ne? Drugače je bil policaj, ampak tudi to je delal. In jaz sem bila tako, lahko prosim, doživim ta lap dance in mi ga ni. In sem še zdaj solti glede tega. Tu so pa trenutki, ob katerih se jaz vprašam, če sem lezbika, ker to je pa meni tako neseksi. A res? Meni je tudi tako neseksi, da moški seksi pleše, jaz ne vem, jaz v moji glavi mi je tako, pač prosim, zamenjaj mi žarnico, pa avto mi poprav, ampak ful mi ni seksi, če pleše. A ti lahko Ne, pa nekaj se na povem? tak straight način plešejo tudi, recimo, a veš, je uno. Ne, sem meni A, drugače. a veš, te scene, ne, da je zdaj tako. ampak- Joj, ne vem. Meni Plesni ni, da bi ni mi bilo neki. ful seksi. Aha, Jaz sem ti hočem bi. iz principa. Okay. Pač To izkušnjo. jaz ne imeti. mislim, da me bo to zdaj ful napalil. Ja. Jaz sem mislim, da bi bilo ful zabavno. Ja, to Pač je. jaz sem Ne, hočem sej, zabavati. experience. Ja, to ni uro, da jaz zdaj, bom pa zdaj cela bila napaljena zaradi tega. Ja. Čeprav Si je ne tudi hot. predstavljam. Je tudi hot. Ja, ne vem, I don't know. Okay. Nikoli nisem obsojal prijatelja, ker je pustil super partnerja. To se pravi, Se to sploh kdaj zgodi? če smo ga obsojali. To se pravi, da gre tvoj prijatelj na razen z nekom, ki je bil full v redu. In pač si misliš, pa zakaj si pustil njega, ki je pa res najboljši človek bil ever, in ga obsoješ in si misliš, pa koliko si ti glup. To se pravi, zdaj dam prst dol, če sem ga ali Če ga si nisem. obsojala. Jaz mislim, da to pa nisem, ker grem jaz zmeri full on mode. Ja. Če dva rečeta, da gresta na razen, full on friendly, tudi če mi je bila ta oseba v redu, sem pa takoj prasac, in kaj, kako si dovolj, abo tebe, a veš, tako da po mojem to pa ne vem, če. Ja, ne, jaz tudi ne. Sam jaz nikoli nisem doživela, da bi nekdo šel na razen, pa bi si mislila, da si pa to pa res ni bilo. Ja, zmer sem si bolj mislila, da so itak debili, ne? Ja. Zato so Ja, prišli na razen, ja. kaj pa sem si mislil drugega. Oziroma vsak ima itak svoje neke razloge, a veš, že ve, Ja. zakaj je, Ja. a ne. Me pa zanima, če je kdo, komu se je to zgodilo. To. Ali pa da si sam sebe obsojal, veš, kaj, joj, zakaj sem njega pustil. Zdaj. Ja, tu sem se Ha, pa bi pa jaz. res mi urad. To pa po mojem, da ima vsak daj v life, Ja. pa še ne tako dvome. Pa Ko to. si kdaj rečeš, pis, da me je imel rad, lahko bi z njim ostala, pa bi bilo v redu. Ja, Ne? pa imaš weak moment, a veš racionalno, da to ni bilo kul. Pa greš nazaj k njemu se za en teden, ali pa Recimo, ali pa da še da rebound, a veš. so smart. Okay. Nikoli se nisem zlagal glede velikosti svojega ali pa partnerjevega penisa. Da bi rekel, ne vem, da ima večjega ali pa manjšega, kot ga ima. Ali pa zase, ti lahko še zase. Ja, jaz bom mogoče ne tako, da bi se zdaj ful neki, ampak itak tipi kdaj pa kdaj dodamo kakšen centimeter, sploh na teh socialih recimo, če itak boš z enim sam za eno noč, pa kakšno številkico malo gor mogoče daš, tako. Bom tako rekla, ne bom čisto opazijo. iskrena. Kot da ne bo Ne opazijo, videl. da ni resnica. 1 centimeter gor ali pa dol, sliš se ful drugače, Drugače, veš, to je pa res. v tako Po 15 praksi ali pa pa. 16 je kar Aha, razlika. Ja. Mislim, sliš se drugačno. Pa tudi po mojem pol vidiš drugače. Če misliš, da je večji, pol ti tudi zgleda Tako- večji. Ja, 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 ja. ja. Fair enough. Tako da tako. Zato pol moški vedno se zlaže. V bistvu, Pa še pozabi, koliko je advertising, samo dejansko marketing. velika, veš, ko skozi en centimeter doda, pa že na un centimeter doda, pa Ja. Pa kako si ga že zbiraš, a veš, kje boš začel meriti, pa to, da boš jačil. najbolj, da a kar veš. po ranusu začneš imeti, Ja, ja, ti ja, se tudi ja, v bistvu ja. že penis tam. A veš, to je notar, a ne? Ja, drugače moški penisi so ful daljši, kot pač to, kar vidimo, zato ker vse tam pod modi, pa kar gre do anusa, tisti je še vse penis. Tako da, Pač če to bi je še ga tkivo penisa. olupil, bi bil dolg. A veš, vsak vsaj 20. Zdaj ga Ja, bojo vsi tako saj. merali. Dobro. Nikoli nisem seksal na dopustu z lokalcem. Ja, valjda. Kaj pa ti, a v Grčiji ni bil lokalc? Ej, pa jaz sem tam, ne štejem, da sem bila na dopustu, veš, jaz štejem, da sem tam šla Ti živeti. tvoj ljubohol si. Ja, ne, A res, ja, pač ne, pizda, kar da je dal kaj je par dopust? stak. Kaj se pravi, če sem seksala z nekom v tuji državi? Ja.
Tudi če sem tam živela. Koliko časa si živela tam? Mesecev. Ja, no, to ni en let bil. A je bil en let? Ne. No, če bi bil en let, pol evo. bilo. To si bila na dopustu. Ja, v redu. Ker prsila sem. Valjda, you gotta try local, a veš. No, imela sem enega prsta dol. Ja, sem, valjda, provala. Ok, super. Jaz sem konc. Koliko je, da imaš še eno roko? Oh, ok, I love it. Nikoli nisem seksal z bratom ali pa sestro od partnerja. To bi bilo kar. To pa mislim, da res še ne. Ampak si izgubila. To je to. Ampak to bi bilo pa tako res. Ne, To bi bilo valjda, da iz ne, maščevanja. to bi si pa Ja, zapomnili, mogoče če bi- kakšen to. Ali pa ne vem, če je recimo, ne vem, da bilo, da ful časa vmes minil ali pa kaj takega. Ej, Pa da ima- fulkrat ali pa da ima vidim res zdaj na hod TikToku, brata. ker tu kar seksa en med drugim, tako z mamo, z sestro. Ja, sestro me je mož prevaral. Pa. Ti Ne, meni so Ja. pa to ene zadeve, pa you don't go there. Pač da te Mislim, sestra tako to- zajebe. A veš, od partnerja še Ja. pričakuješ, ampak da te sestra tako. Ali pa mama. Ali pa mama. Pa malo je tudi tako, a ni malo tako iki vse, no? Ja, ja. Tako mislim. I can't. V glavnem, Sara, izvoli. Šit, zaspale so mi noge, eno A zdaj bosta mene, Ja. preklenile. In vsi tisti, ki ste dobili čak pet ali več točk, greste v zapor z ženo. Ja. In ta teden bo ona tam v Kjero zaporu. pesem bi pela svojo v zaporu? Kjero pesem svojo bi pela v zaporu, če bi lahko? Samo Jaz eno bi- lahko. Skus samo eno poješ. Aj kar pajem. Dej. Sej vsem bom že kako, si bom pa Tinder naredila, pa bo. Ne pozabi me, prosim te, še vedno v ritki čutam vse. Včasih boli, včasih pa tudi, vržmaga se mi. Evo, to je bil samo like you. Zaključek tega podcasta. Sežam. Ne, tole je bil. Buš, se ne bi moglo to zgoditi. Prav na začetku sem že razmišljala, joj, kaj če bi ona kaj zapela. Evo. Evo Da, nas, manifestirala. evo nas. Kje te lahko najdejo? Oziroma najprej, a imaš kaj za sporočiti? Kaj, to smo že vse povedali. Povej, kje te lepo se- spremljajo, če imaš Aha, kakšne, kje te ja. lahko podpirajo. Lahko pridete na kakšne naše nastope, drugače me pa najdete na Instagramu, TheJennaD, ali pa na TikToku. Tako da tam tudi, če vas zanima malo drag, jaz dosti stvari objavljam, pa to, tako da tudi kakšna vabila na nastope. Tako da večinoma tam, če me pa kje srečate, pa me prepoznate na ulici, me pa kar pocukite, pa sem ful vesela no, od tega. Top. Vse te linke bomo dali spodaj, tako da z enim klikom Džano pofollowate, naj lahko pofollowate mene na Povšetova Sara, Lucijo na Živijo Lucija tukaj, pa pišite nama, ne? Če imate kakšno tako vprašanje, kot je bil ta danes, nama lahko pišete meni ali pa Luciji ali pa anonimno na mail in bomo odgovorili v naslednjih epizodah. Tako je. Noč, hvala, ker ste pogledali do konca in se vidimo naslednjič. Adijo! Čau. Čau.